Yo, 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 come on, what up, and let's go. Sneta stari znanci, instagramci, facebookaši in ostale pristaši. A vas sploh zanima, kva tukaj dogaja? Na kavču z mano sedela bo raja. Uživo bo tekla naša beseda, sproščen pogovor. Spoljan, seveda, kul atmosfera in kupica vprašanj. Zbrani bodo gosti vsi spoljan. Ma dosti zdaj repanja, to mi res ne gre. Če da se ta podcast začne. Za konc vam povem še njegovo ime. Poljanski kavč, v zvezde naj gre. Ojke, nahajamo se v intenzivnem prazničnem vrtincu obdarovanj, v centrifugi želja, ekoplastičnih smrekic in svetlikajočih se okraskov in seveda medsebojnih nakupov. Zelo veliko nakupov. Ful nakupov. Prazničnik za obljub in hrepenen. A sem nakupe že omenil? Sem, ok. To je čas, kjer trgovci slavijo zmago nad potrošniki, ki nikoli ne prenehajo nakupovati kiča, sladkarij, toplih nogavic, morda tudi rdečega spodnjega perila. Kdo bi vedel? Torej, ta trenutek se staro poslavlja in novo prihaja. Med drugim tudi naša nova epizoda Poljanskega kavča. Že 4. po vrsti. Ok, preden pa zares začnemo, pa moram napovedati našega novega gosta na tokrat praznično okrašenem Poljanskem kavču. Danes samo za vas z veseljem gostimo mojega sodelavca, kolega in sotrpina, amaterskega gledališkega igralca iz Medvod, konkretno iz Goričan, ljubitelja solo petja in petja nasploh, sinhronizatorja risank, zborovskega pevca, gaserja, namreč prevaža se v šolo z električnim skirojem, in pa profesorja zgodovine in geografije na gimnaziji Poljane. Z nami na kavču Miha Osredkar. Torej, Miha, hvala, da prihajaš in pristajaš na kavč pogovor. Upam, da bo najin pogovor zanimiv, sproščen, unikaten. Če bo pa še zabaven zraven, smo pa sploh zmagali. Vse goste do zdaj sem vprašal, kaj si mislijo o našem improviziranem studiu. Torej, Miha, kakšen se ti zdi ta studio? Tako kot mora biti, ne? Tak praznično vzdušje. Poln lučk. Poln lučk, kot doma, razen tale telefon, pa mogoče tale globus, drugače pa, ja. Globus je zaradi tebe tukaj, se veš, geografija pa to, ne? Ja, sem pogrunto. No, super. No, mi se bo začela pogovarjati o nekih temah, o nekih stvarih, ki jih še ne poznamo, ali pa bolj malo vemo o tebi. Zdaj pa bi otvoril ta pogovor z nekim pomembnim vprašanjem, in sicer, a si že nakupil vsa potrebna darila in zakva ne? No, odgovor si že povedal, ne še, ker predvsem potrebujem razmislek, ne. Jaz pri darilih sem tak, da mora biti neka ali uporabna vrednost, ali pa nekaj zabavnega. A se potrudiš pri darilih, da so personalizirana? To pomeni, da točno pašajo na določenega obdarovanca? Tako, ne. Meni je uspešno darilo takrat, ko je tistemu, ki ga dobi, ekstremno smešno, vsem okrog njega pa totalno neumno, ne. Ker ne razumejo fore. To v bistvu pomeni, da tistega človeka poznaš, ne, ko mu nekaj podariš. Ok, Miha, ampak pohiteti boš moral, ker imaš bolj malo časa še, čas se izteka in te prazniki bojo hitro se odvrteli, tako da ne, po temle podcastu hitro po nakupih, ne? Tako, se strinjam, ja. Ok, dobro, da je to tako malo za šalo, zdaj pa bom resno otvoril temo, ker je Poljanski kavč, greva na temo Poljan. In zdaj me zanima, zakaj in kako to, da si prišel na Poljane? Zakaj si prišel na Poljane in kako to, da si prišel na Poljane? Torej, zgodba, ne, se je začela z zaključkom študija. Zelo sem si želel iti na neko gimnazijo poučevati, ne. Ampak seveda se govori v učiteljskih krogih, da je težko dobiti službo, tako da meni se je prikazala priložnost zelo hitro. En dan po zaključku študija sem bil že na delovnem mestu, takrat v osnovni šoli, in seveda, ker se mi je tako hitro prikazala ta možnost, sem jo takoj zagrabil in sem delal potem 3 leta v osnovni šoli. Po 3 letih se pa ravno toliko navadiš, da začneš razmišljati, kaj pa zdaj, ne.
Ravno ko sem začel razmišljati, sem tudi pogledal na razpise oziroma na Zavod za zaposlovanje in zagledam Gimnazija Poljane, ne samo zgodovina, ne samo geografija, ampak kar oboje skupaj. In sem rekel, zdaj ali lahko samo razmišljam in govorim, lahko pa tudi dejansko kaj naredim v to smer. Sem se prijavil, sem bil poklican na razgovor številka 1, na razgovor številka 2 in na koncu sprejet. Bravo, super, bravo. Na Poljane si prišel z namenom, da na pedagoškem delu nadomestiš Srečko Zgago, ki je postal ravnatelj. Ali si imel kdaj čuden občutek, da vstopaš v velike oziroma pomembne čevlje, ker nadomeščaš ravno njega, ravnatelja? Ja, tega občutka se težko nekako znebiš. Ne? Moram reči, da sem imel kar dobro uvajanje, ker sem že na prejšnjem delovnem mestu prišel na mesto podravnateljice. Tako da tukaj je nekako zelo podobna zgodba. Ampak se mi zdi, da po nekaj letih izkušenj pa tudi ugotoviš, da pač tak kot tvoj predhodnik ne moreš biti. Če hočeš zapolniti čevlje, je brez veze sploh poskušati, ampak mogoče predstaviš nove čevlje, ki jih bo mogoče hotel kdo obuti za tabo ali pa pač jih noben ne bo. Ne. Glede na to, da imaš zdaj že izkušnje iz poučevanja v osnovni šoli in izkušnje iz poučevanja v srednji šoli, a lahko nam malo poveš, kakšna je razlika med tema dvema načinoma poučevanja? A je razlika sploh? Razlika je ogromna. Je ogromna. Torej, v osnovni šoli gre bolj za sistem, kako nekomu približati neko temo, recimo zgodovinsko temo. No, in ko se mu ta tema približa, je tukaj že končano. Medtem ko na gimnaziji jo približaš, se poglobiš vanjo, ne, se pravi tako bolj poglobljeno, več vsebine, kar je meni super. Ne. V osnovni šoli sem, moram reči, kar malo trpel, ko sem učencem dal se naučiti za test 5 strani učbenikov. Njim se je zdelo to ogromno, meni se je zdelo to absolutno premalo. Ne. In nekako se mi je zdelo tudi škoda vseh let študija, ne. Ker tudi stvari so že pri meni prihajale recimo nekako v pozabo. In se mi je zdelo, da če bi šel pa na neko gimnazijo, bi pa to lahko malo obujal in pač bi bilo, recimo, da bi bolj bilo vredno, ne, vsega tega študija. No, in zaenkrat absolutno mi ni žal. No. Torej, zdaj si eno leto in nekaj mesecev si na Poljanah. Kakšno mnenje imaš o Poljancih in ali se že počutiš samega, da si ti že Poljanec? Mislim, ne vem, če me ostali smatrajo, kot da sem Poljanec, ampak jaz absolutno se že kar počutim, kot da sem Poljanec. Mogoče zato, ker so Poljane zelo odprte, zelo, bom rekel, sprejemajo. Te je to presenetilo, ta odprtost te presenetila? Ne. Nisi pričakoval? Ali... Sem pričakoval. Bom rekel, da če bi bilo drugače, bi bil presenečen. Poljane imajo že tak sloves, da je nekak miks zelo različnih ljudi, kar je krasno, ker pač se nekako med sabo spoznavamo, sprejemamo, se naučimo sprejemati, ne, in to je resen tak, se mi zdi, da ena glavnih značilnosti gimnazije Poljane. No. Če pa smem reči, no, takrat, ko sem iskal novo zaposlitev, sicer te besede ne maram, ampak zaželel sem si, da bi šel na neko elitnejšo gimnazijo. Ne. In Poljane so elitna gimnazija? Ja. Koga? Še vedno, tudi po dobrem letu dela tukaj, mislim, da so elitnejša gimnazija v Sloveniji in v Ljubljani. Tako da, ja, so bili tudi razpisi na drugih gimnazijah, tudi v Ljubljani. Ampak jaz sem se odločil za Poljane. Super. Torej, letos si dobil tudi razredništvo. Res je. Kjerega razreda? Prvi H. Prvi H, torej Nemcev, so Nemci. A si doživel že kakšen smešen dogodek v tem letu in pol, ki bi ga lahko delil z nami? Se pravi, ne s hajavci, ampak tako, na splošno na Poljanah. A si imel kakšen tak smešen dogodek ali pa dogodivščino v razredu? Jo, ali pa izven njega? Smešnih dogodkov je kar nekaj. Ne? Recimo zadnjega, ki se ga spomnim iz letošnjega leta, je bil, ko se mi je po zelo napornem dnevu imel sem najprej izobraževanje dijakov, potem še izobraževanje odraslih popoldne do večera in se mi je tako nekako grlo zelo izsušilo. In naslednji dan zjutraj imam prvo uro in začnem govoriti in se mi je nekako sredi besede ustavil glas.
In tok v bistvu je šlo za suho grlo, da mi je celo solza pretekla iz očesa. In ena dijakinja je rekla, profesor, če potrebujete objem. Ne. Tako da se mi je zdelo zelo prisrčno, sicer sem se zahvalil, pa sem rekel, da potrebujem samo steklenico vode, ampak hvala za ponudbo. No. Čak, take obremenitve imaš ti na tem delovnem mestu, da kar ti poči glas, ali kaj? No, ne počel, samo pač očitno malo premalo pitja je bilo, ne, kot bi ga potreboval. Poljanski duh je stalnica, ki se ga omenja. Kako ga ti doživljaš, če ga doživljaš? Govoriva o poljanskem duhu. Meni je, recimo, in to bi tudi dal sklop poljanskega duha, zelo, zelo pri srcu to, da se dijaki ne zapirajo po oddelkih. Se pravi, da je toliko enih dejavnosti, takšnih ali drugačnih, kjer se dijaki iz različnih oddelkov... Misliš, da se zmešajo sabo, da se zmiksajo? Tako, da se iz različnih oddelkov istega letnika in iz različnih oddelkov drugih letnikov med sabo povezujejo. Vidiš recimo enega četrtačka, ki se z drugim letnikom pozdravita na hodniku, vidiš, da se poznajo med sabo, niso ločeni, ampak se pač skozi izkušnje recimo nekako povežejo. In to, ne, se pravi, neka povezanost, se mi zdi, da je to kar del poljanskega duha. No? In to sva zdaj opazila tudi v zaodrju tega našega poljanskega podcasta, ki dijaki rešujejo različne probleme, tehnične, vsebinske in tako. Ne? Na ta način. Na ta način, ok, dobro. Kater prostor na Poljanah ti največ pomeni? Meni recimo najbolj pomeni šolska dvorana, ker to je prostor nekako za neko ustvarjanje, sestankovanje, prostor za vadbo, predstavitve. Tukaj ni računalnikov, ta prostor je drugačen od ostalih, nekako lahko je tudi oaza miru. Edino, da kar me moti v tem prostoru, da ni nekih normalnih oken, pač v neki temi si. Ampak tako, imaš ti kakšen prostor na šoli? Ja, mogoče edinega prostora, edini prostor, ki se ga zdaj spomnim, je kabinet, ne, družboslovni, ko si ravno rekel, da ni računalnikov noter. Mi noter imamo en stacionarni računalnik in več prenosnih, ampak se lahko navežem na to, ker pa brezžična povezava dela izredno slabo tam, tako da mnogokrat zgleda, kot da ni računalnikov, ker pač interneta zelo težko ga uporabljaš in lahko počasi kar zaključiš z delom na računalniku. Veliko nas je noter, mislim, da okrog 10, mogoče še kakšen več. Ja, in se tudi potem z ljudmi lahko vmes pogovarjaš, ne? Saj mogoče še dobro, da kdaj internet tudi pove. Iš kaj me zanima, a se boš na Poljanah ustalil in gradil kariero pedagoško, ali nameravaš ob boljši priložnosti morda tudi kdaj v bodoče zamenjati okolje? Ne nameravam. Mislim, kam pa ne bi šel? Tudi jaz sem o tem že nekaj razmišljal. Razmišljal sem predvsem v tej smeri, da v bistvu kamorkoli greš, kjerkoli zamenjaš neko okolje, nikoli ne moreš imeti vsega. To pomeni, jaz sem na neki šoli, učim športno vzgojo in tukaj nimam ravno briljantnih pogojev za športno vzgojo in za šport in tako. Nimam tako slabih pogojev, imam nekaj vmes, ne. Obstajajo šole, kjer nima pogojev sploh, ker sploh ni nič, ne. In kamorkoli ti greš, ne moreš imeti vsega. V smislu, lahko imaš pogoje, pa dijaki niso glih neki, ne. Ali pa so dijaki v redu, pogoje imaš, pa mogoče kolektiv ni neki, ne. Ja. In tako da zelo težko najdeš res, da bi imel vse, ne. Tukaj se mi zdi, da je ravno prav vsega, ne. Ravno prav. Ja. Tako recimo glede discipline dijakov, ravno prav. Dovolj živi, da jih lahko še obvladaš, hkrati pa ne toliko mrtvi, da nimaš nobenega feedbacka. Kar se tiče teh zadev, ki jih potrebujemo pri pouku, profesorji, se mi zdi, da je kar dobro poskrbljeno. Tukaj nimam v bistvu nobenih pripomb, kaj bi si še želel, razen brezžičnega interneta v kabinetu. Ja, to me kar boli. Okay. Drugač pa ja, če primerjam, ne vem, s tem načinom v osnovni šoli ali pa zdaj na gimnaziji, absolutno se v tem momentu nikoli, ali pa tako rečem, v tem momentu rečem, nikoli se ne bi vrnil nazaj na katerokoli osnovno šolo. Ne. Se mi zdi, da ko enkrat začneš učiti na neki gimnaziji, sploh pa na taki gimnaziji, kot je poljanska, mislim, da ne greš nazaj. No.
To, Miha, jaz vidim vsako uro, ko pridem na stadion, na Poljanski stadion in tam ta stadion obiskuje več šol, več različnih srednjih šol, osnovna šola, ne vem, trgovska, upravna, pač nekaj tako, ne. In pridemo tja na stadion, jaz pridem s svojimi Poljanci tja in ko gledam te osnovnošolce in ostale, to je razlika velika. Ja. Razlika je očitna. Tako je. Ja. Dobro. Deva nekaj, ker si zgodovinar in geograf, te bom najprej par vprašanj vprašal iz zgodovine, čisto kot zgodovinarja. Na vse bom odgovoril napačno. Ali raje pa učuješ zgodovino ali geografijo? Aha. Kje recimo bolj uživaš, pa morda kaj je bolj zahtevno, atraktivno, zanimivo za poučevati? Pa če lahko malo to... Ne. Zdaj, nobeni izmed teh dveh znanosti se ne bi rad zameril. Ne? Ampak dejstvo je, da sem si jaz že študij izbiral na način, šel bi študirati zgodovino in potem še nekaj zraven. In še vedno In to zraven je bila geografija? je bila geografija. Tako. Kaj bi pa še lahko bilo zraven? Marsikaj, ne. Se pravi, a te zanima, kaj sem opisal kot pod drugo in tretjo možnost? Za Recimo, študij? ja. Recimo. No, to je bilo čist neke druge zadeve, no, tako da to mogoče niti ni navezano na to vprašanje, ampak pod drugo sem napisal pravo. Po mojih lahko na prste ene roke preštejemo, koliko dijakov napiše pod prvo zgodovino in geografijo in pod drugo pravo, ne, verjetno drugačen vrstni red bolj, ne. Ja, medtem ko pod tretje je pa še mogoče malo bolj zanimiva, sem pa kriminalistiko opisal. Opa, Miha Osredkar, detektiv, kriminalist. Wow. Ja. No, potem sem ugotovil, da imajo na tej fakulteti malo večjo prednost tisti, ki so prišli že iz srednje policijske, če se ne motim, ne. A na tej, na kjer? Na tej kriminalistiki, ne, če se ne motim. Ja. Tako da je bil samo nek tak oziroma ravno prav za tretjo opcijo. No. Kaj imaš raje pa zdaj? Zgodovino. Ja, zgodovino. Aha, zgodovina ti je prvi predmet in tako. Recimo, ja. Okay. No, imam krasno vprašanje potem za tebe. Pozorno poslušaj. Ali zgodovinarji učite pravo resnico, prirejeno resnico, resnico zmagovalcev, resnico takratnih oblastnikov, mogotcev in vladarjev, ki so imeli kapital in moč? Torej, Miha, kakšno zgodovino učite? Težko vprašanje. Vsakega pomalo, verjetno. Ne? Absolutno velja rek, da zgodovino pišejo zmagovalci. Zelo je pa primerno, če se čim večkrat, vedno se ne da, ali pa mogoče celo, ne bom rekel, da večinokrat, ampak vsaj včasih se splača opozoriti tudi na druge resnice, ki niso mogoče zapisane v svetovnih učbenikih, ampak ti mogoče odprejo še nek ventil zraven, ne, in ti malo razširijo obzorja. Predvsem se mi pa zdi fajn, da pri zgodovini ne gledaš na razvoj evropocentrično. Kaj? Torej, Evropocentrično? Tako. Ne. Kaj to pomeni? Zgodovino se zelo velikokrat jemlje strani Evrope. Torej, kako Evropejci dojemamo zgodovino. Ja. Recimo že sama delitev na stari, srednji, novi vek je evropocentrična. Ne. Kitajci so imeli popolnoma drugačen potek dogodkov, za njih je bil srednji vek čisto nekaj drugega kot pri nas, ampak mi gledamo to, kaj se dogajalo v Evropi takrat. Ne. Kar je mogoče tudi razumljivo. Po moje vsaka država na prvo mesto postavi zgodovino iz svojega območja, ampak če pa kdaj stopiš ven iz tega okvirja, pa v bistvu ne škodi in samo razširiš si nekako znanje in neko obzorje. Ne vem, če sem ti odgovoril na vprašanje. Ne, si mi. Jaz sem zadovoljen z tvojim odgovorom. A nam lahko obelodaniš oziroma poveš kakšne zgodovinske misterije, skrivnosti zgodovinske in geografske misterije? Recimo, ne vem, ta Hitlerjeva smrt je kar, pa je umrl, pa ni, pa je truplo, pa ni truplo, pa... Ja. Ali pa recimo Bermudski trikotnik, ali pa recimo Kennedy, ali ga je on ubil, ali ga ni, ali ga je država ubila, ali pač neki misteriji taki. Mi lahko našteješ par takih? Ja, naštejem. Se pravi, ko si ravno omenil Hitlerjevo smrt, v drugih letnikih se ravno v teh časih, oziroma malo nazaj smo se učili o smrti Atile, ne, hunskega vladarja, za katerega tudi ne vemo točno, kje je bil pokopan, in še bolje, zgodba pravi, da so
preusmerili reko na Madžarskem in ga pokopali spodaj in potem reko spustili nazaj, tako da pod katero reko je pač Atila, ne vemo. Ampak meni se zdi to poseben čar, ne? Zakaj bi zdaj vse vedeli, ne? Tukaj zdaj dejansko razmišljamo, kaj bi bilo, če bi bilo, ali pa kje se skriva ta in ta zaklad, ne vem. V prvem letniku se spoznava stare kulture in seveda se omeni judovsko kulturo, Salomonov tempelj, od katerega v bistvu je ostala samo še neka stena tam, ne? In zdaj, kje so tisti zakladi noter, ne? Kje je neka zlata skrinja in tako naprej. Zdaj, to bi bilo verjetno, če bi to našel, bi bil arheološka najdba številka 1, ne? V zadnjih 100 letih mogoče, ampak... Zdaj sem se na nekaj spomnil, zdaj, ki to pripoveduješ. Kaj pa te piramide v Bosni? Ja. Mislim, ne vemo, ali so piramide ali ne. Zdaj ne vemo, ne. So pa zelo dobra turistična destinacija. Ne? Ja. Ne vem, težko rečemo, so to, mislim, izgledajo kot piramide, ne? Sploh, če jih malo razdelamo tako, da recimo... Po geometriji, ne? Recimo pa, da površje predstavimo nek profil iz strani in potem še pomagamo s kakšnimi črtami, ne? Tako da nekako turistom še malo razložimo, zakaj je ta kucelj tak, ne? Da narišeš tako črto in to je piramida. Zgleda zelo logično in očitno, ne? Zdaj, a to dejansko je to, kar pač se predstavljajo, tukaj pa pustimo domišljiji pot. Super, prej, ko si omenil Kitajsko, sem dobil eno asociacijo, ki jo hočem zdaj obelodaniti. Fascinira me, kako je Džingis Khan, veš, kdo je bil? No, nek vladar, zdaj ne vem, kdaj je pač živel in tako. Fascinira me podatek, da je on celo ozemlje od Mongolije do Turčije, pa mogoče celo do Bosne ali pa nekaj tam do Grčije, kontroliral ozemlje na konjih. Ja. To je nenormalno. To je cel zemljevid, klele lahko. Ja, to je na konjih. Tako, ja. Mislim, koliko je zdaj on to kontroliral, oziroma, ali je to on res samo premagal, zavzel, in če mi danes narišemo to z neko liso, zgleda to ogromno ozemlje, ampak koliko je on dejansko to kontroliral, v bistvu to, ki se mi zdi, da bi se lahko zelo pogovarjali o tem, no. Rad spremljaš kakšne te History Channel ali pa take, veš, dokumentarne filme, ki to... Ne več. Ne več? Ne več. Ker si že vse pogledal? Ne, ker mi gre na živce to... A to vpliva, a te dokumentarci vplivajo na kakšna dejstva ali kako? Bom rekel, da nekaj dokumentarcev je zelo dobrih. Ja. Sploh recimo v zadnjem času je prišlo kar nekaj dokumentarcev francoskih ven, ki so zelo kvalitetni, ampak zelo veliko dokumentarcev je pa narejenih na način, da imaš na začetku napovednik, torej ali bomo zdaj odkrili to in to in to, in potem gledaš 1 uro dokumentarca in na koncu ugotoviš, da nismo ničesar odkrili, ne? Ampak si pa 1 uro gledal. In zelo veliko dokumentarcev je narejenih na ta način, no? Kar me je tudi nekako odbilo, no, od njih. Recimo en tak dokumentarec, ki sem ga zelo rad še učencem v osnovni šoli kazal, je bil povezan z piramidami in potem so imeli tam v eni izmed piramid, ne spomnim se točno, je šlo za Gizo ali kje, v glavnem, neka zapora je bila, neka vrata so bila in preko tistih vrat še nikoli nismo prišli. In potem je bila cela oddaja narejena na način, zdaj bo pa šel nek robot in bo tam izvrtal luknjo in bo šli not s kamero in seveda učenci so to gledali, kot da bo zdaj, kaj bo noter, ne, zaklad ali kaj. Finta je bila, da je bilo noter, ko so zvrtali samo potem jašek naprej do konca, do zraka, se pravi, do konca piramide. Tako da v bistvu ni bilo nič za tistimi vrati, ne. Ampak na začetku pa naredijo uvod, kot ali se tukaj skriva neko novo truplo, ali pa ali bo tukaj... Ja, da namamijo. Tako. Ja. Ok, dej, bova nehala s to zgodovino, pa bom še nekaj iz geografije te vprašal. Se pravi, a mi lahko razložiš, prosim, smisel neme karte? Zato, ker imam občutek, da dijaki ne znajo pravilno uporabljati niti prave karte. Kaj šele nemo karto? To je provokativno vprašanje. Sicer vem, čemu je namenjena nema karta, ampak tako malo. No. Mislim, da marsikatera prava karta je lahko hkrati tudi nema. Ne? Če imaš ti zdaj nek zemljevid samo s površjem predstavljenim, dijaki morajo pa tam recimo urisovati neke države, je to za njih kot da je nema karta. Ne? Drugače pa namen pač neme karte je absolutno, da vejo, kje je kaj,
da znajo razvrstiti neke reke, gorovja in tako naprej. Skratka, da mal pokažejo. A ti veliko uporabljaš nemih kart? Mislim, v vsakem testu uporabljam eno vsaj, ja. Ampak seveda vedno jih na to upozorim in nikoli ni nema karta razlog, da dobijo nižjo oceno, ker sem jih hotel zafrkniti. Ampak je nema karta običajno priložnost, da zelo hitro pridejo do večjega števila točk. Torej, želiš povedati, da ne nastavljaš pasti z nemimi kartami? Z nemimi kartami ne. Aha, sicer pa jih. Mislim, največkrat so kakšne pasti, kakšni taki zelo zanimivi pojmi, ne, ki smo jih omenili mogoče enkrat. Dej, da slišim tele pojme, ajde. Pojmi? Recimo taki, ne vem, kakšni pojmi. No, pojmi ali pa osebe, ne? Ampak recimo pojmi. Tak pojem je recimo zelo tak zanimivi pojmi pri geografiji. Da vidim, če bom jaz vedel, kaj ja, to so pomeni. pojmi Korozija, ja. korazija, abrazija, ki se sliši zelo podobno, ne? Ampak vsak pomeni nekaj drugega. Ne? Tako da to jih z lahkoto zmedeš, ne, s tem. Ali pa še nekaj še boljša. Meni si zmedel zdaj, ker jaz poznam od teh treh sam enega. Ja, v bistvu korozija, nekako raztapljenje plenca. Ja. Zdaj, ta druga je potem povezana z vetrovnim reliefom oziroma z delovanjem vetra, tretja pa potem obaljni relief. A si pripravljen, da narediva eno hitro analizo tvojih izjav pri pouku? Wow. Se pravi, recimo, ideja je ta, da jaz najprej povem začetek neke izjave, ti jo pa dopolniš. Okay, nekako v tem stilu. Sej nimam veliko tega, ampak nekaj pa imam. No. Ja, izvolim. Lakadajmovce si zapomnite lahko tako, da... Točno. Shine bright like a diamond, to je to. Yes, bravo, 1-0, bravo, 1-0. Dobro. Če bi moral zbirati, kdo bi najraje bil iz antike, bi bil Mihael Sredkar. Zdaj bi rekel Cesar August. Ne, Špartanka. Aha. To boš razložil. Ja. 1-1. Okay. 1-1, torej, kaj je s to Špartanko? Ma ne, to je bilo v bistvu takrat smo nekako spoznavali, kako so živele ženske v Atenah in kako so živele ženske v Šparti. Ne? In smo ugotovili, da v bistvu Špartanke so imele zelo urejeno in šolanje, izobrazbo, vzgojo, učile so se ne samo teh hišnih opravil, ampak tudi imele so atletiko, torej imele so šport, imele so boks, rokoborbo, izobraževale so se. Tako da pač načelo Špartancov je bilo, da močne ženske bodo rodile močne otroke in s tem tudi močne vojščake, ne? Pač šibke ne. Tvoja najljubša zgodovinska tema je? Tukaj pa nimam pojma, kaj sem odgovoril, ampak recimo, ja zdaj dve opciji ste, a lahko izbiram? Čakaj, zdaj 1-1, lej. Ok, 1-1. Ja, nič ne, pol bom rekel srednji vek. Ne, zmotil sem se, antika. Ne, dvakrat sem se zmotil, 2-1 je. Ne, 1-1 je. 1-1 je, srednji vek blizu, zelo blizu. Križarske vojne? Ne. Okay. To, naše okolje. Karantanja? Kmečki upori. To sem jaz rekel. To si rekel, kaj zdaj. Okay. To ne bi rekel več nikoli. Kmečki. Ja, ne vem, kaj bi bilo. Kmečki upori, vile, lopate, krampi, gremo. Ok, ja, sem imel očitno slab dan. Ja, no, dobro. Slabe stvari rad asociiraš z ameriškimi predsedniki. Kako, kakšno smisel? A je to tako res? Velikrat dam primerjavo. Primer, z Združenih držav. Pa ne vem. Daj mi eno nekaj primerjavo. Ne, na začetku recimo smo se učili o tem, da kako, tretji letnik, ne, kako so se Združene države Amerike zauzemale za enakost prebivalstva, človekove pravice in potem seveda to očaki Združenih držav podpišejo to deklaracijo. Ampak med njimi je bil Thomas Jefferson, ki naj bi imel doma okrog 100 sužnjev. Ne. Tako da ta načela so mi zelo zanimiva. Ja. Zdaj to ne vem, če bi prebral sploh, ampak bom, ker zdaj dvigujem pozornost. Ne. Okay. Se pravi, dijaki ga vidijo kot feminista. Res? Mogoče, a imaš več opazk, kaj čez ženske? Ne, pa se to bi bilo kvečemu za ženske, ne? Feminist, verjetno. Ela, to boš črtala. To boš katala. Ela, to boš katala, ko bo bizil klovn izpadel, ok?
Ok, spustimo to. Dijaki te umeščajo med najboljše učitelje, to samo tako v vednost, Okej. da ti dajem. Zato, ker poskrbiš, da so ure zanimive, vse, kar morajo dijaki vedeti, omeniš, in pa med tem, ko prepisujejo z PowerPointa, ne govoriš in jih ne motiš, a veš, kaj lahko prepisujejo. Ok, to sicer ne drži, ampak lepo, da se jim tako zdi. Drugače, ja, se kar večkrat zalotim, da veliko stvari povem med tem, ko oni pišejo. In to vem, da ni ok, ampak ne vem, se mi zdi, da imamo vsi profesori malo to težavo, da če je tišina v razredu, da je nekaj narobe. Na mladost ga spominja komad, Ta vlak, ki tiho pelje, Čuki. 2-2. Na mladost te spominja komad Toma Jonesa, Green Grass. Kdaj sem pa to omenil jim? To je kaj napisano. Okej. 2-2, lej, me ne Dobro. zanima. To je to. Mislim, da je ta neodločen rezultat. Moram malo bolj paziti, kaj govorim med poukom. Ta neodločen rezultat je po moje znak, da gremo lahko mirno na naslednjo temo. Krasno. Dobro, zdaj bom v nadaljevanju te bom na hiter malo švrknil par osebnih stvari tvojih. Okay. In sicer bom povedal, razkril bom, da si star natančno toliko, kot je stara Republika Slovenija. Tako da, dragi moji, poglejte si, kako to izgleda v živo. Toliko je stara Republika Slovenija. Vidite, ima malo bradice, malo očalc, lase, tako da v najboljših letih. Ne. V bistvu je še kar mlada, nekako se bliža Kristusovim letom, a ne? In v bistvu v najboljši možni kondiciji je Slovenija. Ne? Je Slovenija. Ja. Dobro, ja. Torej, izhajaš iz 5-članske družine, imaš še 2 sestri in vsi 3 otroci ste ubirali enako pot. Da pojasnim. Se pravi, ista osnovna šola, ja? Ne. Ne, ok. Ista osnovna šola. Ista gimnazija. Tudi ne. Dobro. Ista fakulteta. To pa ja. No, končno. Okay. Ista fakulteta. In to, kar mi je zanimivo bilo, da vsi 3 otroci delujete v prosveti, torej ste učitelji, profesori. To pa drži. Kako to, Miha? Kako to? Ne vem. Nimam pojma. Name sigurno sta imeli starejši sestri vpliv, kar se tega tiče, ampak ne vem pa, kaj je na njih vplivalo. Ena varianta bi lahko bila to, recimo prva sestra je šla z učiteljico, druga sestra je ponavljala z njo in ti kot tretji tudi za njima. Ne? To je ena varianta. Ta se sliši zelo To je ena varianta. prosta varianta. Zdaj pa ti povej, kaj je bilo. Ne, pa moram reči, da jaz res sem hotel iti nekaj povezano z zgodovino, ne? Ampak kaj boš pa delal, če ne boš učil? Zelo malo opcije takih, kjer res lahko zelo verjetno dobiš službo. Ne? Misliš, da študiraš zgodovino in greš če ne učiš, kaj boš delal? Ja, to greš delati v kakšen arhiv, v kakšen muzej in počasi se že zaključne. Zdaj, ni skrivnost, obe sestri sta veliko starejši od tebe, ti si tretji kot veliko najmlajši, obe sestri sta... Ja, v bistvu med mano in naslednjo sestro je 11 let. Ja. Koliko je pa med tabo? Dobro si obveščen. Ja, seveda, Cija dela svoje. Kaj pa med tabo in najstarejšo sestro? 13 let. Ja, Tako da v bistvu oni sta precej skupaj. Ja. Pravi, a se mogoče kaj spomniš? Bojda sta sestri zelo veliko, ko si bil ti kot mlajši otrok, ne, sta pazili na tebe, brali pravljice, veliko je bilo ukvarjanja s tabo. No, tako? Se mogoče kaj spomniš kakšnih takih trenutkov, da te usmerim, recimo mogoče kakšnih takih bolečih trenutkov, ki si jih doživel, v smislu, da si neki padel s kolesom? Ja. Odkot te informacije? Res je. Cija dela svoje, agent. Res je. Ja, padel sem s kolesom, tako kot pade marsikdo in si razbil brado. Ampak največja finta je pa v tem, da ko ne vidiš, da imaš vso brado krvavo, je ok. Ne? Potem greš do staršev in kažeš na prst, ki je imel majhno brazgotino. Ne?
Kao prstek, Prst me boli, prst me boli. Ja. Vse odprto. Ja, in potem so me peljali na pohodniku do kopalnice in vmes sem se pogledal v gledalo in čist krvava brada in to je bilo pol konc. Ne. Ampak prej pa pač nisem imel občutek, da bi bilo kaj zelo narobe. Tako da ja, vidiš, koliko ima pogled pomembno vlogo. To se spomniš? Recimo se še spomnim, ja. Kaj pa to, se spomniš, ko si se nabodil na neko... Ja. Tudi to se spomniš? Mislim, vem, da je bilo. Na stojalo. Ja, pa kavč je bil zelo fajn zadeva, zelo se je, kot otrok si se zelo lepo odbijal tam, ne, po tem kavču. Ti si skakal po kavču? Tako skakal po kavču, zraven je bila pa neko železno stojalo za rože. In to železno stojalo je imelo neko podlago in potem špico gor, ne, kamor se je zataknil na to rožo. No, v glavnem, jaz sem odskočil zelo uspešno in pristal direktno na to špico. Tako da... Se mogoče spomniš, koliko si bil to star? Nimam pojma. Absolutno sem bil pač, kaj sled, tam okrog 4-5. Ja, ampak se ti je vtisnilo to oranko v spomina. Ne? Se pravi, jaz bom začel to tako. Ko sem prvič slišal audio posnetek z vajne vaje s Srečkom, ki je bila namenjena pripravi za nastop, za lanskoletni nastop, ne, na BNK 21, mi je čeljust padla do kolen, ko sem slišal tvoj zares močan basovski glas z izjemnimi nižinami, se pravi, ki so praviloma zelo redke. Se pravi, poslušal sem ta posnetek in koga? In zdaj, po komu si podedoval ta glas in željo po petju? Kaj pa vem, to je po moje... A še kdo, a v družini pojete? Ste glasbena ne, načeloma družina? ne. Načeloma ne. Starša nista pevca. Ne. Ena od sester je pela tudi, ampak pač seveda je pela po žensko, se pravi, kaj, mezosopran, alt je bila, nekaj takega. Ne vem, po kom imam nižine, sem pa, ja, že kot otrok sem pa pel, ne. Ravno prej sem omenil, ne, te komad od Čukov, Ta vlak, ki tiho pelje, ne. To je bila to je en prvih komadov, ki sem ga jaz pel pred ljudmi, seveda pred sorodstvom. In še zdaj imam neko fotografijo doma, tam sredi travnika, pač se napenjam, ne, tako kot se pač otroci napenjajo, ko pojejo. Seveda je bil tekst potvorjen, ne, ker je pač zelo mislim, za odrasle ni zapleten, ampak za otroka je, tako da pač nek svoj tekst, ampak Ta vlak sem pa vedel, da je. Takrat nekako se je začelo, no. Zdaj, glas se mi je znižal dokaj pozno. Tam nekje 8. razred sem moral biti. Se pravi, predzadnji razred osnovne šole se je zgodilo... A prej si imel višji glas, prej sem pel mezosopran. Višji glas in pol je rato to. Tako. Aha. Prej sem pel mezosopran. V 7. razredu si rekel? Tam nekje 8. 7. razred. Se pravi, vmesni ženski glas. Torej nekatere sošolke so pele nižje od mene, ne, ko so pele alt. To ne pomeni, da sem govoril s to višino, ampak pač, ko sem pel, sem lahko pel toliko visok. Zdaj, takrat, ja, se pa spomnim, da potem v šolskem, tem mladinskem zborčku enkrat mi dala ta zborovodkinja nek solo in sem moral odpeti. In potem, ko sem odpel ta solo, ne na nastopu, ampak na vajah, je rekla, no, dragi moj, Miha se pa poslavlja. In nisem vedel, kaj je zdaj to fora, ne? Kaj se zdaj moram posloviti, ali moram iti, ali ja, kaj je zdaj, ne vem, ne. Ja, in je bila finta v tem, da je hotela povedati, da zdaj sem pa začel mutirati in dejansko ne morem več peti z njimi, ne. Tako da sem prisilno končal svojo... Ampak še vsem boš povedal, kako si pristal sploh v petju? Kaj, a te je učiteljica kakšna dala noter, starši, ali si sam hotel v osnovni šoli? Ne vem, če v 1. razredu v bistvu že sam hočeš peti v zboru, ne. Ampak mislim, da smo bili 3 sošolci, ki smo se dobro razumeli, pa smo rekli, da bi v zboru bili, verjetno sem doma tudi imel podporo, se pravi, so rekli, ja, kar bodi v zboru, je fino. V glavnem, ta 2 sošolca sta me zapustila, po moje, tam neko 3. razredu, sta se odločila, da ne bosta več pela, jaz sem pa še vedno pel, ne, ker tam nekje v 3. razredu so pa začele res učiteljice govoriti, da pa fajn, da lepo pojem in tako, ne, in potem pač ostaneš tam in si kot neka kulisa, ne, tam nek okrasek, v bistvu so bile same dekleta, pa jaz sem ponavadi stal na sredini. Zdaj pa razumem, zakaj si hodil k zboru, ker so bila sama dekleta tam.
sem hotel tako zelo ponazoriti to, da bi prišel do odgovora. Ja. A je bila izbira škofijske gimnazije povezana z zborovskim petjem, ki je bil na tej šoli zelo razvit? Tako je. V bistvu je bilo to zelo pomembno. Je to bilo ta dejavnik, ker na škofijski imajo to ful nekih zborov, ful to, ne? Ja, to je dejavnost, obšolska dejavnost številka 1. Zelo močno, ne? Ja. In si s tem namenom tudi tako, recimo... To je bil zelo pomemben razlog. Deva malo govoriti o glasu. Recimo, na kakšen način ta tvoj dar neguješ, varuješ in razvijaš? Se pravi, a je to morda s kakšnim pitjem surovih jajc? Ne. Z odpovedjo kajenja ali pa pitju hladnih gaziranih pijač? Mislim, kadim ne, tako da to sigurno pomaga. Ja, gazirane pijače so verjetno... Gazirane pijače niso fajn in res jih načeloma ne pijem. Načeloma več ali manj pijem vodo. Zdaj sicer to je taka interna. Najprej deva razčistiti, a paziš na glas, recimo, tako karkoli se dogaja v življenju, pač prideš do situacije in raje odkloniš kaj, ali pač da se prekomerno ne dereš, da ne delaš stvari, ki škodijo glasu. A na to paziš, si na to skoncentriran? Pred pomembnimi nastopi, ja. Okay. Ja, pred pomembnimi nastopi se recimo paziš, da ne poješ preveč sladkorja. Sladkor tudi... Tako. To je kar pomembna zadeva, ne preveč sladkorja, zelo slabo, vsaj meni osebno deluje tudi mleko. Tako da mleko, po moje, s to kaj kislino ali kaj jaz vem, ti pač lahko tudi malo škodi glasu. Tako da to, recimo, da se bolj odpoveš, kot da bi kaj drugega užival, ne vem, kakšna jajca. V kakšnem smislu škodi? V kakšnem smislu ti škodi? Kje se to vidi? Kje se to sliši? No? Ja, manj imaš razpona. Aha. Ko poješ, se ti vmes med petjem pravzaprav glas šele odpira oziroma se sliši kot neko hreščanje vmes, ker pač ni čist. Tako da to nekako škodi. Torej, na kakšen način ohranjaš dobro kondicijo glasil? Je to upevanje, predno začneš pet, verjetno to je, potem izvajanje različnih glasovnih vaj ali pa redni obiski pevskega pedagoga. A kaj od tega? Ja, v bistvu poskušaš čim več pet, ampak pri petju je zelo pomembno tudi, da poskrbiš za počitek. Se pravi, ko je petja konec, ni fajn, da greš potem z segretim grlom na neko žurko, kjer spiješ hektolitre alkohola. Ne? To je v bistvu zelo smrtno za glas. Ne? Tako da moraš paziti na njega tako in drugače. Drugače pa pojem... A za glas je zelo pomembno, da si naspan? Je zelo pomembno, ja. To se pravi 8 plus 8, 9 ur, ali kaj? Jaz osebno pred pomembnejšimi nastopi. Ja, drugače bi bilo zelo fajn, če bi to skozi. To je fajn ne samo za glas, ampak za vse, ne. Ampak jaz sem zelo tak, jaz sem večerni tip človeka in enostavno ne morem zgodaj iti. Si nočna sova, tako kot jaz, tudi jaz sem nočna sova. In absolutno nisem jutranji človek, tako da to je kar težko. Se pravi, v kolikšni meri in po kolikšnem času bi tvoja pevska forma upadla, če jo ne bi vzdrževal? A veš, ti vadiš, delaš glasovne vaje, upevaš se, hodiš do pedagoga, skozi neki si v kondiciji z glasom in potem bi to nehal. To početi, a bi to upadlo? V koliko času bi, verjetno bi. Ne? Jaz bi rekel, kaj v nekaj mesecih, ne vem, mogoče v pol leta, kaj jaz vem. Govoriš o nižinah, o višinah, o razponih? O razponu, ja. Predvsem pri meni, predvsem o višinah. Ne? Pri meni se najprej pozna pri višinah, da me začne zmanjkovati. Dajva našteti, kaj ni dobro za glas, oziroma a si glas že kdaj izgubil. Zdaj si že povedal nam na začetku tega podcasta, da si glas izgubil, ker nisi bil hidriran ali nisi dosti pil. Ja. Kaj še ni dobro za glas, da zvemo še vsi ostali? Mislim, glas sem po moje res, glas je kar močna stvar pri meni, no, tako da mogoče se mi je v celem življenju zgodilo dvakrat, ne govorim zdaj o tem, da mi je za hip zmanjkalo glasu, ampak da sem res izgubil glas. In tukaj mi je pomagala neka taka zadeva, ki jo priporočam absolutno vsem, to je pač ingver. Ingverjev čaj. Brez kakršnih koli dodatkov, velika količina ingverja,
nasesljana, piješ. skuhana. Ja, to mora biti. Blagodejno vpliva na. V bistvu je glasilke. tako močna zadeva, da jo komaj pogoltneš, ker tako zelo peče. Čak, ti govoriš zdaj o pitju čaja? Tako, ingverjevega čaja. Ali o grickanju ingverja? Ne, pitju čaja. Pitju čaja. Ja. Tako da zelo močna zadeva mora biti, ampak pač pomaga, no, oziroma vsaj meni je. No. Jaz sem imel eno vmesno obdobje, mislim, da sem bil še v študentskih letih, ko sem imel stalno neke viroze. No. In kar naprej mi je to udarilo na grlo. Nisem zdaj izgubil glasu, ampak to se je kar ponavljalo na 2 mesece, na 2 mesece, na 2 mesece. Ja, ker ingver je pa mislim, da je antiseptik, pa pač mal to vpliva na te bacilčke. Pa to. Ampak je bil bolj učinkovit kot antibiotiki. Ne? Jaz sem dobil 3-krat zapored antibiotike, ki so mi pomagali na hitro, čez 2 meseca se je ponovil. Ko sem to prekinil nekako z ingverjevim čajem, ni bilo več teh težav. Katere stvari so naštela sva? Ingver, potem te gazirane pijače, se pravi CO2 pijače, ne? Ja. Potem kajenje sva naštela, Ja. spanje sva naštela, kava. Pijem zelo malo, no? Ampak kava seveda tudi vpliva na glas. Bolje, da si boljše. Bolje čim manj. Čim manj. Oreščki sem še slišal, da tudi ni neki fino. Ja. Mleko Fino. si še Tukaj, rekel, ja, da... mleko. Zdaj, ena taka zadeva, ki je samo pri basih značilna. Ne? Tisti ta izkušeni pevci tudi bi verjetno lahko to potrdili, razen če so res neki blazni nasprotniki alkohola, ampak večer pred nekim zelo pomembnim nastopom, kjer imaš gnižine za pet, pomaga recimo kakšno pivo, ne več kot 2. Na dušek ali tako mal? Mislim, zmerno, recimo. No, tako, ja. Pivo, res? Ja, ne vino, to je po mojih izkušnjah smrt lahko za glas. Vino ja. ni dobro za ni glas. dobro, Ja. ampak pivo v zmernih količinah pa ja, za bas. No, zanimivo. Povej nam, a imaš kdaj tremo? Recimo, Velikokrat. res? Ja. Si jo imel tudi danes pred tem podcastom? Pa ne vem, mogoče pa danes res ne bi mogel reči, da sem imel tremo, ampak me je pa zanimalo, kako bo to izgledalo. Ja. No, super. Kako se spoprijemaš, če imaš tremo na nastopih? In zaradi tega, ker trema se zelo odraža na barvi glasu, na tresenju, na razponu in tako. Ja. Imaš kakšne tehnike, uporabljaš kakšne tehnike? Pa ne, v bistvu pač dihalne vaje sigurno pomagajo. Ne. Se pravi, treba je globoko dihati, ponoviti nekaj teh globokih vdihov. Ja. Poskušaš dati pač to nekako ven iz sebe, oziroma več, ko imaš nekih nastopov, lažje je, ampak nikoli pa trema, se mi zdi, da ne zgine. No. Tudi prav je, se mi zdi, da jo nekako imaš, ker to pomeni, da si odgovoren do tistega nastopa, da ti ni vseeno, da pač prideš pa kar neki, ne? Ampak da imaš to tremo, neko odgovornost do nastopa. Ja, to je kar tak dober izgovor, si ga vedno ponavljam. Ja, no, ni fajn, če je velika trema, ampak fajn pa je, da jo imaš malo. Ja. Kako bi samo ocenil svoje znanje igranja inštrumentov? Vem, da znaš malo igrati kitaro, nekaj malega synthesizer in nekaj malega ukulele. Ukulele si dobil od tvojih učencev iz 9 razredov, ki so ti ga dali v dar, ne vem, ob zaključku verjetno šolanja. In da zdaj skrajšam to vprašanje, se pravi, poskušal si se učiti kitaro, poskušal si se učiti synthesizer in poskušal si se učiti ukulele. Nikoli nisi imel nobenega učitelja, to si samouk preko interneta, preko vaje, preko ne vem česa. Torej, kako bi se ocenil v igranju teh inštrumentov? Ne bi se ocenil visoko, ampak odkot te informacije res. Čakaj, za začetek. Pozitivno valjda, za 2 saj je. Recimo kitaro, ja. Kitara 2, 3. Recimo 2 do 3, ja. Bomo rekla 2 do 3. Ajde, tako za neke take osnovne potrebe v smislu, ne vem, ob tabornem ognju, ok. Znaš par akordov, par komadov? Znam veliko akordov, vse to ja. To je to 4? Ne, 4-5 je pa pač, da dejansko lahko s kitaro, ne vem, ritem vodiš, hkrati še melodijo in ja, to je pač, to je drug nivo.
Medtem ko ostale dva... Synthesizer? Bolj ne. Synthesizer v bistvu znam ravno toliko, da mi pomaga pri petju, ne, da si lahko pač neko pesem sam preigram, oziroma s intonacijo kakšen ton vmes udaram in tako naprej. Ukulele pa po moje niti enega akorda v tem momentu ne bi znal zaigrati. Sem se pa naučil en komad takrat, ko sem bil čist noter. In to so mi povedali, da so bili čist živčni v familiji, ker si skozi to vadil in so mogli skozi to poslušati non-stop, ker si to kvadil. Ja. Nadaljuj o igranju. Vsakeč, ko nekaj dodaš, ostanem brez besed. No in pač, saj v bistvu ni kaj dosti dodati. Pač nekaj sekundni izsek je, ki ima to prednost, da se potem ponavlja. In jaz sem tisto vadil in pač na koncu so seveda prsti že kar hiter brenkali po tem ukuleleju, ampak... Kako to izgleda, da se sam nekaj učiš? Kaj, to greš na YouTube, tam nekaj klikneš malo, poslušaš neke klase, probaš tam in tako. Ja, zdaj, kako to izgleda? Če gre za res neke posamezne tone in tako naprej, potem se to lahko učiš na ta način. Ja? Ampak glede akordov je pa tako, da ko se jih enkrat naučiš, jih itak lahko uporabiš skoraj pri vsaki pesmi. Kaj je najlažje igrati od teh inštrumentov? Kitaro? Pa ja, mogoče bi rekel kitaro. Čeprav verjetno, če bi bolje znal klavir, bi mogoče tudi klavir rekel. No. Ma recimo od vseh teh treh zadev ima meni klavir najlepši zvok, absolutno. In če bi lahko izbiral, da en inštrument obvladam, bi si izbral klavir. Okay. A si imel kdaj željo nastopiti tudi na kakšnih mjuziklih slovenskih, ki jih je bilo kar nekaj v tem prostoru? Recimo, si razmišljal kdaj, da bi šel na kakšno audicijo, a veš te mjuzikli, ala kaj sem, Cvetje v jeseni, Mama Mia, to, kar so pa to. Mislim, mogoče sem kdaj pomislil, ampak nisem šel pa toliko daleč, da bi dejansko gledal ali kakšne oglase za to. Mislim, bi bila interesantna stvar, ampak res nisem šel toliko daleč. No. A si šel na kakšno audicijo potem kdaj, na kakršnekoli audicijo, pevsko audicijo? Ja, enkrat sem šel, v drugem letniku gimnazije, po moje sem bil, ali pa še prvi, ne vem, in so sošolcem rekla, to je bila audicija za jazz petje. A greva probat? No in sva šla probat in oba sva prišla polna zanosa ven, ne, in tako sva rekla, kako je bilo fajn. No, noben od naju ni bil sprejet, ne. Tako da jazz petja... Kje je pa bila ta audicija, kje? To je bila v glasbeni šoli. V zavodu, ampak vse ta pevka je zelo znana, jazz pevka, ampak zdaj moram reči, da sem pozabil, kako se piše. No, glavnem, ja. Jazz petje ni moja stvar, sej priznam, sej pač to je dejstvo. V enem obdobju si bil navdušen nad mjuzikli, ki se odvijajo na odru, se pravi Broadway, West End in tako. Ja, to je pa res zelo kvalitetne izvedbe, ne? Recimo takšni mjuzikli... Si kakšen tak mjuzikl si ogledal v živo? Ne, v živo še ne. Bi bila to ena stvar, nekaj dati za na listo, pač narediti kljukco v življenju, ampak kot ti profesionalci izvajajo nek mjuzikl, potem kakšni hollywoodski filmi na to temo se mi zdi, da kar zbledijo. No? Pač, ja, to bi bila super stvar. Pri mjuziklih se mi zdi fascinantno to, da ljudje pojejo in plešejo hkrati, kar je ful težko. In igrajo še. In igrajo, kar je ful težko. Zdaj, da ti lahko plešeš in igraš in nekaj, ampak da pa zraven še dobro poješ, pa da si točen in tako, to pa je zelo zahtevno. Meni se zdi toliko velika škoda za te nastopajoče tam v mjuziklih ali na West Endu, v Londonu ali pa na Broadwayu, kjer so izjemni pevci, izjemni performerji, ampak širna publika jih pa ne pozna. Oni so pač zaprti tam v svojih gledališčih, ne, in so totalni strokovnjaki, ampak ne prodajo ven. Ne vem sicer zakaj ne, ker kvaliteto za to imajo, ampak mogoče nimajo menedžerjev toliko kvalitetnih. Ne. Dobro, v zaključku bova tega glasbenega sklopa bova omenila samo še to, pač to sva že omenila, da si to pa v nekih otroških zborih, mladinskim zborom, v zboru Škofijske gimnazije si bil, kjer si tudi hodil na vokalno tehniko. Tako, kje trenutno deluješ Trenutno pojem v 2 zasedbah, v vokalni skupini Foneme Gale, to je kvartet v bistvu v občini Medvode,
In pa pred 2 mesecema sem se pridružil še eni skupini, to je pa moška vokalna skupina Adam Rauber iz Grobelj pri Domžalah. To je pa mogoče malo večja, 12-članska. 12. Ja, tako da 12 moških, kar fajn kvaliteta. Moram reči, da na začetku mi je kar všeč. A to imate resen repertoar, tako ne vem, kakšen... Vse možne. Zdaj, če ti povem, da smo v zadnjih 2 mesecih pel in na praznovanju 18-letnice in na praznovanju 70 in 80-letnika. Tako da repertoar je zelo širok, mislim. Zabavne in pa tudi pač resne skladbe. Ja. Super. Dobro, s tem bi jaz končal tale glasbeni del. Mislim, da je čas, da omenimo tole drugi sklop, oziroma naslednji sklop, naslednja tema je humor. Ba je, da imaš smisel za humor, ki ga zelo rad uporabljaš pri marsičem. Ali nam lahko prosim stresaš kakšno šalo iz rokava, ki je primerna za šolsko okolje? Seveda. Medtem, ko boš ti razmišljal, kaj nam boš dal, v smislu šale, bom povedal jaz ene par šal, ki sem si jih klej izpisal, pa ki so mi všeč. Se pravi, kako rečemo ježu, ki se je ravno kar skotil? Svjež. Zakaj slon ne more za računalnik? Ker ni zaslona. Zakaj Sneguljčica ne more jesti z vilicami? Ker ima raje palčke. Katera riba te ima rada? Orada. In še zadnji, katera riba hoče, pa ne more? Skuša. Dobro. Uroš, jaz ne mogoče, da presežem ta humor. To mislim, da je maksimum. Čak. Meni je bilo lažje, ker sem se pripravil na to, sem si izpisal. Ampak veš, koliko je to nehvaležno? Če imaš kakšno foro, kaj sem? Ma ne, prav nimam. To je toliko nehvaležno, da ti en reče, zdaj pa povej nekaj smešnega. Ja, mogoče bi mogel ravno obratno. Ja, sej se strinjam. Ne veš, kako je. V momentu, ko začutiš, da bi lahko neko finto pač povedal, takrat paše in takrat jo poveš. Takole na ukaz je na pritisk na gumb pa težko. Ja, okay. Pa greva še naprej sva na humorju. Rad si ogledoval komične TV oddaje, tipa Teater Paradižnik, Naša mala klinika, Princ Bel-Era in tako naprej. Vem tudi, da zelo rad spremljaš in gledaš podcast Gospoda na YouTubu. Kaj te pritegne pri tem podcastu? Pa ne vem, drugačno je. Ne? Se strinjam, tudi meni je všeč. Ja. Pa nočem zdaj neko reklamo za njiju in tako, ampak tudi meni je všeč. Je gledljivo, full profi, vse zgleda. Ne? Ja. Tako, veš, deluje na zelo visokem nivoju, neka eleganca, ampak hkrati je pa toliko preprosto, da se lahko sprostiš in samo poslušaš. Pa še nasmeješ se malo, ker so neke fore tam. Pa tako. Ja. Zelo rad spremljaš stand-up komike na YouTube kanalu. S tem, ne, recimo, a to pomeni slovenske, tuje stand-up komike ali kako? Mislim, se ne vem, koga si imel v mislih pravzaprav, ker tudi jaz v tem momentu... Torej, a spremljaš stand-up na kanalu? Ja, včasih, ne zdaj vsakodnevno, ampak pač, da občasno si klikneš nekaj pa... Včasih, ja. Sprav, na katere slovenske komike prisegaš oziroma na katere bi mi priporočal? Kateri so ti všeč? Ja. In zakaj? Lahko mi priporočaš kaj? Lahko začnem jaz, lahko pa začneš ti? Ja, jaz mogoče bi ti priporočil, se mi zdi, da ima tako dost v redu humor, rahlo krut na momente, ampak pač dost v redu Perica Jerković. Ja, okej. Ta je tudi na moji listi, tam je všeč. Okay. Ja. Tako da on, če ti je všeč malo bolj visoka in besednjak in visoko inteligentni humor in tako naprej, potem bo Pižama. Ja. Pižama, ja, evo sem kar ugano. Tako, koga bi še izpostavil, kaj pa vem, koga imaš še na seznamu? Meni je dober Amir Baltić. Aha, okay. Jaz ga poznam, ampak... A tako osebno? Ne, ja. Vem, kdo je, ampak ni pa toliko me pretegnil, da bi se dejansko nekaj gledal. Jaz sem gledal enkrat njegovo monokomedijo Slaba družba. Okay. To je, da padeš dol.
Meni se zdi, da te stand-up komiki opravljajo kar tako težko delo. No. Težko je ljudi kar nasmejati. Tako, ne, pač, rabiš močen material. Ja. Sploh, ko se postaviš pred občinstvo in zdaj pa neki. Ne. To je na ukaz. To je na ukaz, to je služba in to je... Težko ful. Tako. Ja. Ja. Prav, In pa imaš publiko tako pa drugačno, ne, še to. Ne. V bistvu te ne sme potreti, če se ti publika pol ure ne zasmeje niti enkrat. Ne. Ti moraš peljati naprej. To je kar To je... peklensko. Ja. Ali si morda kdaj razmišljal, da bi se tudi sam preizkusil v stand-upu? V smislu, da bi šel na kakšno delavnico, pa da potem, da se razvijaš v tej smeri ali pa da se preizkušiš? Ne, niti slučajno. Tukaj se mi zdi zelo fajn gledati, se smejati njim in pač občudovati njihove nastope, ampak ne, jaz se v te sfere pa ne bi podal. Znano mi je, da včasih tudi rad imitiraš, oponašaš kakšne ljudi in znano mi je, da to počenjaš dobro. Pa ne bi jaz temu tako rekel, da počnem to dobro. To je zdaj varovalka. Pravzaprav to počnem zelo slabo. Nadaljuj. Imaš morda kakšen lik že naštudiran za kakšno znano javno osebnost ali pa morda celo za sodelavca? Zdaj, zelo bi te jaz bi te prosil ob tej priložnosti, če lahko, ne, jasno, ciljali te ne bomo, narediš kakšno izjemo in se potrudiš in nam nekaj pokažeš iz svojega železnega repertoarja. V smislu, kaj svem, kaj oponašanje. Mislim, jaz nimam tako, da bi rekel, da imam pa nekoga naštudiranega in zdaj ga lahko, ampak jaz lahko recimo za to osebo ponovim na način, da bo nekdo, ki to osebo pozna, da bo zasledil, vem, da gre za koga. Ja. Recimo, ne, lahko ti enega predstavim, ne, verjetno ga poznaš, je zaposlen na gimnaziji Poljane. Ja. In zgleda tako, ne, se pravi, imaš gručo dijakov. Čakaj, ja? Ti ga boš oponašal, jaz ga moram pa uganti. Ti ga moraš pa uganti, tako. Okay. Imaš gručo dijakov in ta profesor zahteva tišino, da poslušajo. Ja. Dijaki ne poslušajo vsi, oziroma nekateri klepetajo celo. Ne? In profesor reče, tih bod, na živcu mi stojiš, bejš dol z mojega živca. No, kdo je to, Uroš? Kdo je bil to? To si zdaj mene oponašal. Tako je, bravo. Ker smo bila skupaj na tem spoznanem. Na tem spoznanem, ja, in to se, Uroš Bizil. Uroš Bizil, res je. Dobro. No, a imaš kakšnega naštudiranega od kakšnih javnih osebnosti lik? Da bi ga oponašal, da bi ga upal oponašal? Ne, ok, dobro. Kaj pa vem, kdo to gleda? Probu sem, lej, ok. Ja. Deva ustaniva na nekih takih smešnih veselih temah. Zdaj boš pripovedoval, se pravi, osebne anekdote, neke smešnice bojo to, zdaj, ki jih boš pripovedoval o sebi. Najprej bom jaz povedal definicijo, kaj smešnica je. Ne? Se pravi, smešnica je kratka pripoved, ki poroča o dogodku, značilnem za kakšno osebo, prostor, čas in spada v pripovedništvo. Okay. Zelo si se pripravil. Ja, zelo sem se. Ful sem se. Torej, pripovedoval nam boš nekaj resničnih anekdot, na katere te bom zdaj spomnil. Okay. Sprav, obiskoval si osnovno šolo Preska, kot učenec, ne, si bil pač tam in tvoja najstarejša sestra Mateja, nadaljuj. Me je učila slovenščino. Tako je. Tako. In kaj je smešnega v tej zgodbi? Meni je bilo smešno v tej zgodbi. Pa meni, ne vem, verjetno, kaj sem, da sem jo mogel vikati, kaj je lastno sestro. To mi je smešno. Svojo sestro se mogel vikati in se obnašati, kot da je neka učiteljica tam in tako, da ne dela nekih... Mislim, se prve ure so bile blazno smešne obema, ne, ko pač nekomu, ki si skupaj tam dvigneš roko in gospa učiteljica, a bi jaz lahko. To je bilo... Koliko si imel oceno? 5. Oziroma ne, 10. Kaj je 10? V tistem času so dajali nam ocene do 10. To je bila neka preizkusna doba za, kaj jaz vem, kakšne 2 leti, kaj takega. Prvič slišam sploh. Ja. Ok, greva na drugo. To se pravi, sestro Olgo sta prišla isto leto na škofijsko gimnazijo. Okay. Ona je prišla kot profesorica, ti si prišel pa kot dijak. In zdaj, sestra Olga je enkrat nadzorovala pisanje testa nemščine. In zdaj nadaljuj dalje. In jaz sem najslabše pisal tisti test. Ne,
Zgubljala je živce, ker pač jaz si za stvari vzamem čas. Ne. Jaz nisem človek hitrih dejanj. Ne. Jaz sem človek, ki potrebuje čas, ki razmisli, ki odreagira počasi. In na ta način sem jaz tudi pisal teste. In ona, ko je krožila po učilnici in videla, da so vsi ostali že na zadnji strani, jaz sem pa na koncu prve strani, je mislila, da bo znorela. Ne. In še pomagati ne moreš. Ne. Ne je bilo grozen, ker je opazila, da nekaj nisi napisal, da nisi znal, pojma nimam. Ja, in kaj zdaj narediti, ne? Pač rad bi pomagal, ampak cel razred je tam dijako, kaj boš, pač ja, verjamem, da je trpela. Sem jaz tudi, nemščina bila to, ne? Ko si še učil na osnovni šoli Mengeš, ste šli na ekskurzijo v Avstrijo. Ja. In ko ste prišli na državno mejo, se pravi na mejo z Avstrijo, na carino ali kaj, nadaljuj. To je bilo to, moje znanje nemščine, to je bilo to. Ja, ne, to ni bilo na državni meji, to je bilo na točki, sicer pri gradu Ostravica, Hoh Ostervic, sem moral na blagajni pač se zmeniti za karte, ne. In ne vem zakaj, nimam pojma zakaj, ker sem imel nemščino, a ne to. Sem želel to jaz narediti v nemščini. Kao, vse jaz znam, da sem imel nemščino. In potem še tista vodička, ki je bila ena vodička, je rekla, da se boste šli vi zmeniti. In pol, ker je še ona rekla, ne, jaz sem rekel, bom, ne, v redu. In grem tja in pač povem, ne, da je, ne vem, koliko je bilo 30 učencev, ne, Šuler, Drajcik Šuler, ali nekaj tazga, pa da sva 2 lelarja in en šofer, ker je šofer tudi hotel iti noter v muzej. Zdaj, šofer je menda Fahrer po nemško, ampak zame ne. Jaz sem rekel na okenčku und ein Führer, kar pa vemo, kdo je bil, ne, v naši polpretekli zgodovini. Tako da mi smo na avtobusu uradno prevažali gospoda Adolfa. Ja. Ja. A je ona kaj potrznila? Ma se je nasmehala, pokimala in dala še eno karto. Tako da je razumela, bogi Slovenec ne zna dobro nemško. Ja. Jaz pa nisem vedel, kaj zdaj fora. Potem, ko sem razlagal, ne vem, zakaj je vodička očitno razumela, kakšno napako sem naredil, zakaj ni šla ona tega zrihtati, ne vem, ampak dobro. No. Ej, s sestrami se šalite, tvoja nemščina ni glih idealna. No, pač. Ni. Ja, ni idealna, to je dejstvo, no, to. In dosta takih trenutkov je že tako bilo. Ampak, a lahko pišeš to, ko te sestri zmer zbadata z neko frazo zu mitnehmen? Ja. Zu mitnehmen. Zu mitnehmen. Ja, s seboj vzeti. To take away, pa tako. Ja. Ja, ne, bili smo na Dunaju in bili smo na Dunaju in spet, ne, sem se izkazal svojo nemščino, ampak tokrat pa dejansko brez napak, ne. Ko smo šli tam njihove, švarcvaldsko torto po moje, da je bila, no, v glavnem je rekla ona, če pač za tukaj, pa sem jaz rekel, nein, zu mitnehmen. In je zapakirala in super, ne, in potem so rekli, kaj si pa to rekel? Sem rekel, z sabo vzeti, zu mitnehmen. Ja. In kako si to vedel? Ja, jaz to vem, ne. Potem sem sicer zaupal, da je to fraza iz filma, a lahko rečem katerega filma? Ne vem, da je seveda. Iz filma Prhostar. Na koncu rečejo zu mitnehmen in takrat sem šel, ko sem to si ogledal, sem šel pogledat, kaj to pomeni in sem videl, da je to za sabo zauzeti in dejansko mi je v realnem življenju to prišlo prav. Tako da sem izpadel, kot da vladam nemško resnico, pa sem ogledal Prhostar. Čakaj. Ampak zdaj, ki si to pripovedoval, jaz se spomnim zdaj tega kadra Prhostar, a to tam kamun štrudel daje? Ja, to je to. Ko prideta ta dva kao Nemca, Avstrica, kaj? Ja. Za sabo zu vzamen, pa reče ona, zu mitnehmen. To je to, ja. Da vest, ajde, gremo dalje. Se pravi, naslednja dogodivščina, ki jo želim, da jo poveš, se pravi, dogodivščina, ko ste na turneji z pevci zborom, ne vem, po Združenih državah Amerike. Ja. Vi ste na turneji in tam eno noč si moral prespati pri neki čudni familiji. To pa ni smešna zgodba. To je pa scary zgodba. Ja, to. Zdaj, izvoli. Ja, to je bila turneja s komornim zborom, to je bilo že v študentskih letih, komorni zbor Megaron, smo imeli turnejo po Kanadi in Združenih državah Amerike in včasih smo spali v hotelih, včasih smo pa spali po družinah. In bili smo v enem kraju v Pensilvaniji, Bethlehem je bilo neko industrijsko naselje in nas pač tam pridajo različne družine iskat. Zdaj, družine so jemale po 2 ali pa po 3. Z enim
sopevcem sva bila pač dodeljena, da midva sva ta eni družini in da je to. Bila je že noč, tako da nismo dobro videli, kdo so pravzaprav ti ljudje, ki so prišli po nas. V glavnem pridete dva, sta rekla Osredkar, ja, ok, Prevc, ok, to je bil pač ta sopevec. Oprosti, zadržim misel. Ja. Torej, to gre za bratranca od teh slavnih Prevcev. To so Peter Prevc, Domen Prevc, Cene Prevc. Tako, njegov bratranc Matej Prevc je pa z mano pel v zboru in je zdaj zaposlen v operi ljubljanski. Oprosti, gremo dalje od te točke. Okay. No in mi, da so bila tam skupaj, prideta en par starejši po naju, reče, da so midva za njiju, ok, se usedemo v tistega njihovega terenca in se odpeljemo. Ne. Peljala sta naju nekam v gozd, to ni bilo konca, sred gozda, ne vem kje. Tam, kjer se parijo volkovi. Mogoče. Okay. Celo volkov, ne vem, če je bilo še kakšen volk tam, toliko daleč smo šli. V glavnem, pridemo tja, razpakiramo, gremo noter, se usedeva, one dva se usedeta nasproti. Kaj, neka koča, kaj? Pa ja, neka koča je bila, ne? Tema je bila, tako kot pravim, nisem sploh točen videl. No, se usedeta one dva nasproti in on začne govoriti. Ne? In on govori tako pokroviteljsko, ne? Vse ve, on to vse. Njegova žena ga je stalno malo gledala, malo naju gleda, tako je bila kot nek kužek zraven. Ne? Sploh se ni odzivala na nič, samo njega gleda in naju. On je med drugim pol izjavil, da ve, kje je Slovenija, ne, to je v Evropi in prinese atlas, mirno pokaže na Latvijo, ok, pustimo zdaj to. In potem, ja, naprej govori. No, ko je on šel, ne vem, je šel na WC ali šel po ta atlas, ne vem, v glavnem, midva zaznava pri tej ženski, da ima čist plavo okrog očesa. Čist je imela podplutbo okrog enega očesa, kot da bi nekam padla ali pa bi se zgodilo kaj drugega. Po stopnicah padla, ja. No in ko pride on nazaj, sva rekla midva, dajva še malo besedo njej, ne, pa sva vprašala, ne, kaj pa vi počnete, ker ste bili pa skozi tih, ne, kaj pa vi počnete pač v življenju, in je pogledala njega in je rekla, I don't remember, ne spomnim se. Ok, to je bilo že malo tako čuden, ja. Tako kot pač ponavljam, skozi je gledala njega in tako naprej. No in potem rečemo, zdaj pa bi bil mogoče čas za spanje, ne, gremo spat, rečeta, ok, pejta v sobo, sin, ki ga ni več tukaj, je imel to sobo in greva tja, tam sta bili dve postelji, vse lepo urejeno, se razpakirava, vsak svojo posteljo in preden pač bi zaspala, sva rekla, ej, a vidiš ta kup knjig? A vzameva tako za foro eno, pa pogledava, kaj piše noter, kaj ta sin bere, ali pa one dva, ne vem. In ne vem, kdo od naju je vzel to zgornjo knjigo, odpreva, Uroš, ne hecam se, to je bila knjiga z navodili, kako zažgati človeka na grmadi. Kva? To je pisal, katera vrsta lesa se uporablja, to je pisal, kako ga zvežeš. Jaz ne vem, a to sta ona dva bila člana Ku Klux Klana? Ja, to je bila ta prva misel, ne? V glavnem, absolutno lahko verjameš, da so se zmenila za izmene in pač en spi polnoči, drug spi druge polnoči. To je bilo nemogoče, da oba zaspiva v tej hiši, kjer se očitno pada po stopnicah in kjer se kuri ljudi. Tako da, tam so bila samo eno noč, pa smo šli naprej in smo šli živi naprej. No. To je bilo kar... Mal sta bila neprespana, ampak le... Ja, ampak so pa preživela. Preživela sta, ja. Najbolj vesela od vseh. Super, bravo. Super zgodba. Naslednjo boš moral pojasnjevati. Raziskoval si zgodovinske mučilne naprave. Prva misel mi je, jaz sem to bil v Toskani, v enem muzeju mučilnih naprav, to je izven mojih okvirjev. Ja. Pač nategalnice, raztegalnice, mučenje, ne vem, orodje za mučenje. Tako. Torej, da se vrnem. Raziskoval si zgodovinske mučilne naprave. In kaj si raziskal? V bistvu raziskal sem, da je bila cela znanost za tema. Ne? Se pravi, to, tako kot so danes strokovnjaki za medicino, so bili takrat strokovnjaki... Za mučenje. Ja, ampak finta mučenja je, ti moraš to znati. Kako izvati bolečino. To zdaj govorim, kot da jaz znam, ampak jaz tega znam. Ja. Ampak finta mučenja je, da ti nekoga mučiš skoraj do smrti, ampak ga pri tem ne ubijaš. Ja. To je glavna... To je to znanje. To je to znanje. Tako. In zdaj, kako to narediti, so pa zelo različni načini, ki pa moje ne pašejo na ta podcast. Ne? Lahko ti samo povem za primer, ko sem peljal osnovnošolce v Celjskem gradu, je spodaj so imeli, ne vem, imajo še to razstavo, ko so rekli, če nam lahko kaj poveste, ko sem jim začel razlagati, so hodili ven. No, mislim, da sem dosti povedal.
Okay. Hvala lepa. Povej nam, zakaj te lahko kdaj tudi kličejo kuhalec mlečnega riža? To je pa bila samo ura ali dve nespameti. Ja, enkrat smo šli s kolegi na morje, na Hrvaško. In pač, fajn je, da se delo razporedi, in zdaj, ne vem, verjetno so drugi kuhali, v glavnem enkrat sem pa jaz rekel, zdaj pa lahko jaz poskrbim za Jaz kuhu, ne? Ja, ne vem, je bila večerja, je bila kosilo, ne vem, kaj je bilo. In sem rekel, bom mlečen riž naredil. Mlečen riž, tako je, mlečen riž, ni problema, ne rabite mi pomagati, imam pod kontrolo. Pač jaz sem tega riža zmetal noter, po moje, kar ga je bilo. In seveda vsakič... To naraste. Na začetku ni zgledal veliko, ne? Ampak ko je to naraste, to je bil, ne vem, koliko litrski lonc, pač do roba. Do roba, seveda, da jih ne bi kapsem pokril, ne? In ko sem rekel, ne vem, kosilo ali pa večerja, se vsi zberejo okrog mize, bilo nas je, 6 recimo, in dam tisto ogromen lonc na mizo, odprem, en je rekel, jaz nisem več lačen, jaz ne bom tega jedel, le koliko je tega. V glavnem pol je bilo za tisto malco, karkoli, bila je za večerjo, naslednji dan za zajtrk in finta, ki pol niso hoteli več naslednji dan jesti, tako da sem jaz požrl za zajtrk in za kosilo, tako da sem lahko rekel, evo, ni ga več, vse smo pojedali, ampak po moje, skoraj pol po moje sem mogel jaz pojesti. No. Kuhalec mlečnega riža, ja. Super. In še zadnja anekdotica, ki jo boš pojasnil, je sledeča. Nekoč si na ekskurziji v Kobarid izgubil svoj telefon. Oj. Ja, to je pač ena taka finta, ne, kaj narediti, da ne izpadeš kot pretirano pozabljiv človek. Ne. Ja, šel sem z osnovno šolo, pač smo šli v Kobarid, ne, v ta muzej Prve svetovne vojne, in ko smo se vračali nazaj, seveda kot učitelj jih priganjaš, dajmo, no, čakamo, avtobus bo šel, kaj zdaj, kje ste zdaj. In se usedemo in gremo in po 10 minutah vožnje jaz nimam telefona. In zdaj celemu avtobusu učencev reči, vaš učitelj je pozabil telefon, pa toliko sem vas preganjal, je kar neprijetno. Ampak ni druge, jaz brez telefona ne grem nikamor. Ne? In pač rečem šoferju, žal se bo mogel obrniti, a lahko prosim obrnite nazaj. Pač reče, obrne, se peljemo nazaj, na kar zagledam svoj telefon v prostorčku v sedežu pred mano. Ja, še enkrat pa nisem mogel reči, zafrknu številka 2 in gremo spet naprej, ampak sem mirno pogledal levo, desno, noben me ni gledal. Če me kdo vidi, vzel telefon, ga spravil v žep in laufal v muzej. In potem sem tam malo počakal, kot da ga iščem, in sem potem šel nazaj proti avtobusu takole s telefonom, najdu. V resnici sem ga najdel že pač na avtobusu. Ampak do zdaj, po mojem, noben ni tega vedel. Jaz upam, da ne gledajo tega podcasta. No? Bojo ga gledali v velikem številu. No. Žal mi je, Miha. Uvedem. Dobar, greva na naslednjo temo, to je nastopanje. Se pravi, sodeloval si z studiom Ritem, kjer si posodil svoj glas, sinhroniziral v risanki Pingvin iz Madagaskarja. 3 ali ne vem, nekaj tako, pojma nimam, mal me usmeri. Pa ne, po moje, samo to, Pingvin iz Madagaskarja. Pa neki robotki. Okay, ne. A to je bilo pa Lego Batman, ja. Lego Batman, ja. Pa Pingvin iz Madagaskarja, 3. del. Ne vem, ali se ne spomnim, ali je bila pa 1. Ne vem. Kako je do tega prišlo sploh? Ko si študent, imaš čas, ne? Prej veliko in potem, dragi poslušalki in poslušalci, pač prej ga ni toliko in pol ga ni toliko. Ko si študent, imaš čas in pač gledaš malo tako po straneh, kaj je kaj pametnega in seveda včasih tudi pogledaš pri kakšnih portalih spodaj, ko so reklame, in pogledaš, kaj na reklami piše. No, na reklami pisalo, mislim, da je bil to, v sklopu ene televizijske hiše, da iščejo glas za Pingvina z Madagaskarja. In potem sem pač kliknil, kaj pa boš, ne? In potem tam piše nek sestavek, kaj prebereš, kaj si moraš posneti, kam poslati in tako naprej. In potem te mogoče kontaktirajo. Sem rekel, glej, se nimaš kaj izgubiti, imel sem nov telefon, sem rekel, dober diktafon je gor, se bom posnel, pošljem in dejansko... To samo tako si poslal? Čist, navadno na telefon posnet. Mislim, da si mogo tja prideti pa neki. Ja,
Okay. Moment, prideva še do tega. Ja. Pošljem posnetek in potem dobim odziv, da sem sprejet v ožji krog in da ne pridem. No in potem nas je pa res prišlo iz cele Slovenije par, 15 recimo, in potem so nas klicali not, ena po ena, in vsak je mogel prebrati pod režijo pač enega režiserja, igralca, tisti del, ne. In ko smo šli skozi, je prišel, potem je imel nekaj minut za odločitev, prišel dol, je rekel, no, da smo se pa odločili, izbrali in to je Miha Sredkar, in pač to je bilo to. Tako da sem bil vzet in potem sem dejansko šel snemati. Ne, se pravi, tisti deli, ki smo jih takrat snemali, so bili proba, pa smo pa še snemali. Ja. Tako da to je bila nekako prva izkušnja z njimi, ja, s tem studijem. Lej, in pokaj ste vi šli to snemati, meni se zdi ta glasovna sinhronizacija kar zahtevna. Kako se lahko pripraviš na tako sinhronizacijo? Ker tam kaj gledaš risanko in potem, ko oni usta odpirajo, moraš tudi ti nekaj, ali kako? Ja, kako to sploh se zelo težko se pripraviš, ne? Sploh če ne veš, zakaj točno bo šlo. Ne? A ima kakšen sistem tam, da sploh si ne predstavljam? Gre v bistvu za to, da poslušaš angleški izvirnik. Torej na slušalkah slišiš, kako oni to povejo, in potem ti zavrtijo še enkrat in potem imaš ti besedilo pred sabo in ko vidiš ta lik, ponoviš čim bolj podobno angleškemu izvirniku, ampak v slovenščini. Za koliko dolge sekvence pa to gre? Še čisto odvisno. Od same ene besede do tudi več stavkov, ampak to je bolj zakomplicirano. Ne? Tam pač, če ena stvar ne štima, greš enkrat začetka, imajo pa oni to nekako prednost, da ti lahko malo raztegnejo tvoj stavek ali pa malo skrčijo, ker pač se mora tudi timing ujemati čistne. Timing mora biti točen čistne. Ja. So pa drugače zahteve, ne, od teh hiš, ki pač snemajo originalne risanke. Točno oni želijo. Točno ta glas mora biti, tudi če se govori v slovenščini, v madžarščini, v katerem koli jeziku. Tujci imajo zahteve. Ja. In ti ne smeš kar enega glasu. Ne. Zdaj sploh za kakšne pomembne like, ki jih jaz nisem snemal, torej neke glavne like, morajo slovenske hiše poslati posnetek nazaj, recimo v Ameriko, da oni pogledajo, če je to ok in rečejo ok je, ali pa najdete drugega. Ne. Tako to je resno. Ja. Kater lik v risanki si pa sinhroniziral? Jaz sem bil uvod, se pravi... Pripovedovalec. Ja, prvi glas, ki se ga zasliši, je moj. Ja, pripovedovalec, oziroma potem se pokaže v prvem začetku te risanke je samo glas in pač govori, kje se to nahaja in koga vidimo in tukaj. Gre v bistvu za ta sistem, če gledaš kakšen Animal Planet in nekdo, ki zraven komentira dokumentarec. Na ta način. Ne? No, potem v drugem sklopu me pa tudi pokaže, ne? Tako da gre v bistvu za nekega novinarja, ne? Ki ga najprej spoznamo samo prek glasu, potem pa tudi kot neka oseba tam. Ja. Koliko dni sinhronizacije tega, se pravi, pingvina z Madagaskarja je bilo potrebno? A to ste naredili v enem dnevu, v par urah ali par dnevi? Mislim, da je bilo po moje 2 dneva. Ja. To je bilo, jaz sem imel malo besedila, ne. Tako da to je bilo, recimo ta druga, ki si jo omenil, Lego Batman, je bilo pa že več. Ne. Tam si imel pa lik koga? Tam je bilo, mislim, da sem imel 11 likov. Ampak to so bili liki, ki se pojavijo, nekaj povejo, in potem lahko tudi zginejo. Nekateri se pojavijo še, drugi pa pač ne. In seveda ta risanka je bila tako razparcelirana, recimo pri pingvinih sem točno vedel, na začetku sem na vrsti in je to. Tam je pa čez celo risanko so bili te deli, ne? Tako da je bilo treba pač seveda večkrat priti. A na takih snemanjih, ko to sinhronizirate, je več igralcev hkrati ali se dela posamično? Ja, pri Batmanu nas je bilo več noter. Ja. Po mojem nas je bilo tam 5-6. V studiu nekaj. V studiu stojimo okrog mikrofona in poslušamo režiserja, ki reče ta in ta naj stopi k mikrofonu in ima naslednji del. Pove, umakne se, naslednji in tako naprej. Dobro, poleg tega, te izkušnje z sinhronizacijo, sodeluješ tudi z kulturnim umetniškim društvom Senica Franz Aleški Finžgar. Tako je, ja. Gre za lokalno kulturno umetniško društvo. Tako. In v tem lokalnem društvu si kot amaterski igralec... Tako, smo amaterska igralska zasedba. Skupina, ja. Tako. Leta 2014 si nastopal v Zbudi se žena gre, ne? Okay, wow, ja. Kakšno vlogo si imel tam? Se mogoče veš? Vem. Ja. Opis moje vloge je bil režiser seksističnih prizorov. To je pisal pod mojo sliko. Ja. Pač vloga je bila pokvarjena. Posledica tega je bilo, da je takrat
moja mama morala vsem ljudem v okolici še kar nekaj Pojasnjevati. reči, da naš pa drugač ni tak. Ne? Ampak seveda, ne, se vsak razume, pač igro ve, da se moraš preleviti tudi v nekaj, kar nisi. Ne? Čeprav moram reči iskreno, da mi je ta vloga zelo ležala. A si bil kle, si imel že naštimane izjave, kaj moraš reči, ali si imel prepuščene proste roke, da si sam lahko oblikoval te izjave, Ne. tega seksističnega. Nikoli ni bilo nič prepuščenega, okej. kar improvizacija. Vedno je bilo besedilo že Okej. večkrat zvadeno, napisano. V letošnjem letu si pa tudi nastopil v tem istem kulturnem umetniškem društvu z Verigo. Ne? Res je, ja. Kaj je bilo pa to? Kakšna zvrst? To je bila Komedija zdaj ne, to je pa zdaj po, mislim, da parih letih, v bistvu od 2014 do letos so bile same komedije. Letošnja, to je pa v bistvu drama. Ne. Posebna je zato, ker je bila dejansko napisana za ta kraj, kjer se dogaja, torej za to spodnjo Senico. Pisuje zgodbo, realistično, kjer se skregata dva kmeta zaradi ene verige. In to se je res zgodilo. Ne. Tako da igrali smo na mestu, kjer se je to v resnici zgodilo oziroma dogajalo in igrali smo z originalno verigo, ki je bila res ta spor, ne, med tema dvema kmetoma. Tako da jaz sem igral enega izmed teh dveh kmetov, ta bolj srboritega. Veš kaj, a ti bolj ležijo komične, tragične vloge, kaj bi ti ocenil? Rajš, ali pa mogoče kakšne vloge rajš igraš? Pa mogoče rajši komične, oziroma ne. Ne vem, vse ima neke pluse pa neke minuse. No? V bistvu zelo težko rečem. Komične so zahtevne, ker vemo, kaj želimo od publike doseči, ampak ne smeš pa ti zdaj igrati tako, da boš smešen. Ampak moraš igrati resno in to mora izpasti smešen. Ne? Medtem ko tragične vloge so pa itak nekaj posebnega, ponavadi tudi malo manj vaške, recimo, no? Kar mi je tudi zelo všeč. Ja, vse ima svoje pluse pa minuse, težko reči. Tudi zdaj ne vem, če to lahko razkrijem, tudi na gimnaziji Poljane zdaj že nekaj časa deluješ v zasedbi Antigone, ki se pripravlja. Ja. Kakšno vlogo imaš? Se lahko samo omeniš ali pa Kralj čim... Kreon sem. Kralj Kreon si. Kralj Kreon. Kralj Kreon. Vaje grejo? Vaje grejo, vloga mi je tudi všeč, vedno bolj. Ja. Imaš zahteven tekst? Ja, absolutno. Ves tekst je zahteven. Ja. Gre za zelo visoko besedje. Ne? In, moraš kar neštetokrat ponoviti, da se imaš ti veliko vedno bolj teksta. Ogromno teksta. A si lahko zapomniš hitro količine teksta, gore teksta, na kakšen način, imaš kakšen sistem? Večjih težav nimam s tem. Ja. Nimam nekega posebnega sistema, samo pač ponavljam. Ponavljam večkrat, ko si na glas ponovim, bolj se pač usede. Mogoče lahko samo razkriješ, kdaj nameravate priti na oder, na poljanski oder. Mislim, da je, pa ne me preveč spomladi. Ampak spomladi, ja, mislim, da je spomladi v načrtu. Dovolj o tem, super. V kateri vlogi si najbolj užival, ko si amatersko igral? Pač? Mogoče, a si že omenil to vlogo danes? Ali... Ta, ki sva že omenila, mi je bila ok. Bila mi je ok tudi recimo v Županovi Mitski vloga Tulpenheima, ta, ki se pride ženiti in je meščanski, zafnan človek in prevarant. Tako da ja, v bistvu, kot si gotovo, ne ležijo mi vloge, ki so preveč enostavne, pa preveč navadne. Da je to oseba, ki jo že na začetku rečeš, s tem se pa jaz lahko poistovetim. V bistvu rad imam vloge, ki grejo ljudem na živce, vloge, kjer se ljudje mogoče celo malo zgražajo, tako. In se moram tudi jaz potruditi za to vlogo, to mi je bližje. A na teh nastopih imaš tudi kakšne take situacije, smešne situacije, nepredvidljive situacije, v smislu, kaj sem, blackoutov ali pa nerodnosti, nesoglasja, ne vem. Tega je nešteto. To so primeri že, ne vem, na nastopu se seveda ne sme zgoditi, da pride do kakšnega smeha. Ne? To je skozi malo improvizacije zraven. Če do tega pride, moraš zimprovizirati, da spet prideš na tirnico. Ja. Ne, in če nek soigralec pozabi besedilo, ali pa če ti pozabiš besedilo, moraš rešiti. Mora zdaj, ne vem, če ti ne znaš, mora nekdo drug rešiti. Ne? Zdaj ali nadaljuje tako, da je neopazno, ali nadaljuje pač, da še pove tvoj tekst. Ne? Ko imaš zdaj te amaterske izkušnje z amaterskim igranjem, si razmišljal kdaj, da bi recimo postal igralec, profesionalni recimo?
Mislim, zdaj ne več, ne? Ampak sem razmišljal o preteklosti. Pač, ne vem, tekom gimnazijskih let je bila to tudi ena izmed teh izbir, kaj bi pa jaz počel v življenju. Ampak ni prišlo dlje od razmišljanja. A drži, da si v mladosti igral kekca? Ne, da bi vedel. Torej ne drži. Okay. Ne drži. Dobro. Že po 3 mesecih in nekaj dni, ko si postal Poljanec, zdaj se vračam na BNK, si imel dovolj poguma, da nastopiš na BNK-ju, pač, ne, z ravnateljem v odmevni točki, kjer si nam pokazal svoj pevski talent. Kako je to sodelovanje v samo nekaj mesecih potekalo? Zdaj, če se ozreš nazaj in narediš nek prerez teh vaj, nastopov, celotno zgodbo, če jo lahko opišeš, pa potem recimo tudi, kakšni so bili odzivi na ta nastop? Ja, v bistvu vezni člen med nama z ravnateljem je bila naša profesorica za glasbo, Mateja. In zgodovina in geografija. In zgodovina in geografija, tako. Ja. Nekaj časa sem rabil. Ja. In pač ona je v bistvu pozvala najprej mene, če bi pel, v bistvu ne pravzaprav na ta način, ampak ti boš pel na ta način. Se jo poznaš. Sploh nisi mogel nas Jaz sem lahko odgovoril samo Aha, bom, to, ja. Ja, bom. Ja. Ampak se izkušnja je bila res fajn, tako da Super, ja. Samo hvala, gre za to. Ja, ampak ko sem ji rekel, ja, kaj pa spremljava, je rekla, bo ravnatelj igral. Sem rekel, a ve? Ne še. No, tako da pač je v bistvu nekako pripravila oba naju do sodelovanja. In ja, večkrat so se dobila, na začetku niti ni bilo točno jasno, ok, sej, petje je bilo jasno, kako, ne, tukaj nimaš dosti improvizirati, ampak on je moral pač priti na neko idejo, kako to spremljati. Tako da absolutno bil meni predstavljen kot zelo dober kitarist in tako se je tudi na koncu izkazal. No? Tako da je naredil načrt, kako bo spremljal in je to tudi zelo dobro izvedel. Skratka, imaš neko pozitivno izkušnjo s tem. Absolutno. Ja. In nadaljuješ tudi v tem letu, ne? Tudi v tem letu se je pojavila točka pevska. V osnovni šoli si se preoblekel v viteza ali nekaj in potem je prišla televizija to snemati, ker si predstavljal pred Smledniškim gradom nekaj. Nekaj dosti dodati, ja, pač nekoga sem Skratka, moral najti. Že od malih nog pač te vleče v pevske vode, v nastopaške vode, v igralske vode, pač to rad počneš, a ne? To rad počnem, ja. In kle se vedno znova in znova znajdeš, ne? Tako, ja. Ok, šport in rekreacija. Ja. Kar mi je bilo klej najbolj zanimivo, mi je zanimivo to, da si se ukvarjal včasih z japonsko borilno veščino jaido. Jaido. Koliko časa si se ukvarjal s tem? 4 leta, če se ne motim. Ja. Ok, a to kimono klej imate? Ja, ampak s tem krilom japonskim. Samurajska oblačila. Pasove klej imate? Pas je, ampak ne na način baru. Aha, Ja, pas je pač en tak za vse v bistvu enak in nima nekega posebnega namena, ker ta borilna veščina nima sistema tekmovanj, ampak je v bistvu čast samo, da jo izvajaš. Samo, da izvajaš te veščine, ne? Da izvajaš kate in potem tudi recimo dvoboje smo tudi imeli, no, oziroma sam pač za probo. No. A nam lahko samo v 2 stavkih, kratko, no, opišeš, kakšna je to borilna veščina, kakšna je filozofija te borilne veščine? Je to namenjena za napad in obrambo, samo za napad? Nič ne vem. Oboje. V bistvu gre za nadzorovanje svojega telesa, vključno z mečem. Zanimiva stvar pri tej veščini je, da smo sicer večji del vadili z lesenimi meči, ampak za nastope in za kakšne posebne dejavnosti smo pa imeli dejansko prave katane, seveda ne nabrušene. Sem imel recimo en primer, enkrat, ko je prišel en mojster te borilne veščine v Slovenijo in nas je pač učil. Smo imeli tak intenzivni vikend in je en od kolegov očitno ni bil navajen delati z nabrušeno katano. Imel je torej nabrušen meč. In to smo vsi slišali, ker ko je dal ta meč nazaj v to nožnico mečevo... Je nek poseben zvok ali kaj? Ne, on ni vedel, ker je bil tako čist res, ampak dejansko si je prerezal na dlani tako kožo in vsi smo sam slišali v tem velikem prostoru kako je začela krika plet. Ja, res je bil pač toliko čist, da tudi sam ni vedel, v bistvu je slišal, da mu teče kri. Tako da, ja, absolutno smo delali, če smo delali s kovinskimi, smo delali z nenabrušenim, ja. No, ti imaš oba dva meča, ti imaš tako leseni meč za vadbo, ne? Tako je.
kot potem kasneje si nabavil pač pravo originalno katano. Tako. To je, kakor jaz vem, je to ful oster meč. Ne? Ampak je nenabrušen. Aha, okay. Ja, ker Kasneje takšnega ga daš ti nabrusiti. lahko ga daš nabrusiti. Ja. Ja, jaz sem kupil tako, da bi jo lahko dal nabrusiti, ampak bi bilo zelo neuporabno, ker pač bi bilo zelo nevarno. Ne? Ja, ja. Kje jo imaš spravljeno? Spravljeno v kotu v neki posebni embalaži za takšne meče. Ne? Če se ne motim, v Sloveniji, če je katana nenabrušena, se ne šteje za orožje. Če bi jo pa dal nabrusiti, bi pa se štela kot orožje in ne vem, kako bi jo smel prenašati na Ravno to sem te hotel vprašati. Če je potreben orožni list kot hladno orožje za katano. Zdaj ne. Če je nabrušena, je Če je potreben. nabrušena, pa po moje, ja, no. Ne Po vem. moje, ne vem. Nisem še šel tako daleč. Ko jo bom nabrusil, pa me bo kakšen organ našel, potem bo vedel. Ja. Okay, in drugi podatek iz tega šport in rekreacija, ki mi je zanimiv, dobro, to, da, recimo, da pač občasno malo kolesariš, v hribe ne hodiš, sprehode, to ne. Da dviguješ uteži doma. Ja. Zdaj pa me zanima, kakšne uteži imaš, imaš trenažer, imaš neke drogove, štange, Ja, kam imaš? pravi eno štango, drugače pa ti... to misliš, to olimpijsko tako. ročko. Ja. Drugače pa ročke, se pravi, za eno roko, pa razne druge te dumbbellse in karkoli pač že pride zraven, skratka, trakove in tako naprej. Pač ugotovil sem, da je ceneje, ker sem vendarle iz okolice Medvod in to vse načeloma štejemo tudi za gorenjski konec, da je ceneje vaditi doma, čeprav ni toliko zelo kvalitetno kot v fitnessu, ampak moram pa učinki reči... so primerljivi, recimo. Ne, niso. Ne? Ne. Absolutno, ko sem hodil v fitness, so bili učinki čisto drugačni. Pač Ja. vsakič, ko se vrneš domov, si polomljen. Ne. Tukaj si redko polomljen. Torej, to ročko imaš, kaj delaš? Potisk s prsi delaš? Tudi, ja. Koliko ga imaš? Ne delam na to, koliko zmorem, Okej. ampak delam v bistvu na vztrajnost. Se pravi, vzdržljivost, kolikokrat na ja, vzdržljivost. Ja. Okay. S kakšnimi bremeni pa delaš? Govoriva o benču zdaj. O benču, S kakšnimi 50 približno kilogramov, ja, se pravi, tako da je vzdržno, ni preveč. Približujemo se koncu, zdaj imam Okej. samo še zanimivosti o tebi, pač čisto random neke stvari. In sicer, se pravi, tukaj imam nek podatek, da sicer ne bereš veliko, bolj brskaš po internetu, ogleduješ različne vsebine, glasbo, stand-up posnetke, nekaj tako, ampak da je sestri uspelo doseči, da si v bistvu prebral roman Dostojevskega Bratje Karamazovi. Res je. In ta roman ima 891 strani, to pomeni, to ni mala stvar, ne? To je una gora stranine. Tako da ta podatek, da ne bereš, ne vem, če je točen. Ne, ko berem pošteno in na veliko, ampak ne berem pa zelo pogosto, no, tako bom rekel. Ja. V mlajših letih si bil na svojem Facebook profilu, očitno si tukaj pisal o tem ali ne vem kaj, velik nasprotnik matematike. Wow. Nimam pojma. Mislim, verjamem, da sem bil, Ja. ampak ne spomnim se. Vse ni važno. ja. A ti je matematika šla v šoli? Ne. Pač še vedno je matematika en tak Tak zelo slab boleč spomin. boleč predmet. Še vedno sanjam Ja. o tem, da imam jutri test ali pa da sem jutri vprašal matematiko in nimam pojma. Tako da v bistvu se bolj spominjam, kot pa sanjam. Ja. Ja. Bojda ima še enega mucka, mačka. Je, ja. Ja. Je to Za mačka, katerega- je to mucek? Muc. Muc. Kako mu je ime? Imamo Ne boš ime? verjel, ime mu je Muc. Muc, ok. Ja, Dobil si ga za novo leto, ne? tako je. Enkrat in tako. Se pravi, to sva že omenila, da si nočna sova, ki težko vstaja. Evo, računalniških igric si tudi kar veliko preigral. Ja, v svojih mladih letih kar precej. Ja. Katere recimo? To Pojma. približno. Kaj, streljačine, bolj strelske igre? Ali Ma bolj, ne, se mi zdi, da bolj take strateške. strateške, ne. ja. Sploh, če so imele neko zgodovinsko noto v zadaj, bolj na ta način. Kjer sem jaz, dobro, tudi jaz nisem veliki tega preigral, so mi bili pa strašno všeč strateške igre, čakaj, zdaj se moram spomniti, Age of Empires.
Poznam, nisem sicer nikoli igral. Ja, ampak tudi tam imaš tudi te približno zgodovinske zgodbe, ja, ja. neke ta. Ja, Igral si bolj strateške igre. bolj na ta način, ja. Ja. Šel si pogledat vse dele Harryja Potterja, Gospodarja prstanov, Star Warsov in tako naprej in tako nazaj. Torej, fan Harryja Potterja, Ne, fan domišljijskih filmov. recimo, če je dosti kvalitetno. Mislim, lahko rečem, da Gospodar prstanov, ta trilogija je ena najboljših filmov in trilogij itak, ne. Tako da to ja, za Harryja Potterja si ne bi upal to trditi, ampak ja, Gospodar prstanov je pa tam zgoraj, no. Še nisi bil na Triglavu, Res je? ampak na Kredarici si pa že bil. Mislim, da 4-krat, ja. Ja, kako pa, če poješ, samo še A veš, ena urca je gor do V življenju stopa. si moraš pustiti neke stvari še neosvojene, ne, da potem stremiš k temu. Dober si bil, da v bistvu si bil toliko blizu, pa toliko daleč ob enem. Ja, a veš, nisem imel neke blazne očitno potrebe, da bi pa še na ta vrh skočil. Lej, kako imam dost, ne. Enkrat sem se recimo pod vrhom, po moje 15 minut pod vrhom sem se obrnil. Sem rekel dost. Pod katerim vrhom? Pod Triglavom? Ne, to je bila neka... Ja, mislim, da... pod nekim Ja, vrhom. vse slovenski... Ja, in nisi vrhi. hotel pač, ker ti ni fora. Dovolj imam, ne. Ja. Na ta vrljiv način so bili vrhovi narejeni. Ne? Ko priješ nekam, vidiš naslednjega, ko priješ tja, naslednji in sem imel dost. Ja, Sem rekel, ja. ne grem več. A jaz sem pa čist drug, jaz pa ono, če ne dosežem vrha, ono, to je konec. Kalški greben, zdaj sem se spomnil. Kalški greben. A, se ne poznam, še nisem bil. No, ne id. Ne, da bi vedel. Od znanja plesa bi moral znati polko in valček. To sta edina dva plesa, ki jo znam. Pa se to je veliko, to je za ta Ja. slovenski prostor je to kar neki. Tako, pač vadil sem jih na veselicah in to je Ja, to. vse to je v redu. Zapravo, ok, pa imaš še kle, da imaš zelo rad jufko, kebab. Deva to, ja, v šolo prihajaš z vlakom v kombinaciji. Ne, dobro, prej, kot ti je električni skiro še delal, si hodil v kombinaciji. Kombinacija vlak in skiro in tako, ne. Kako se dijaki sprašujejo, ker veljaš za gaserja, ker se voziš s tem električnimi skiroji, kako se poistovetiš z gaserji s Poljan? To so oni mi napisali. Neki odgovorili, da Ne poznam jih. ne poistovetim se z Ne gaserji. poistovetim se z gaserji. Tako, ja, okay. tako. Dajva povedati to, kaj ta skiro imaš zdaj že 1 mesec v popravilu, 2 meseca v popravilu. Zdaj že skoraj 2 meseca v popravilu. kaj je pa narobe? Kadar pokličem, se še vedno popravlja. Mislim, da je šlo že čez mejo, tako da zdaj po moje bi že mogel novega dobiti. Kaj pa narobe? Po moje je šla baterija, Aha. ker enostavno se je izklopil, ne dela nič. Pa novo baterijo dajo in gremo naprej. Bi rekel človek, da je to tako enostavno, ampak očitno ni. Kaj je bilo najbolj nevarno ali pustolovsko, kar si kdaj že storil? Je bilo kaj? Pa kaj pa vem, ne? Si bolj na varni strani, Ja, nisi, sem bolj ne na varni izzivaš, strani, ne izzivaš ja. usode. Ja, ne vem, po mojem najbolj nevarna stvar ali pa taka adrenalinska stvar za me je bil zipline. To je to, po mojem, ne skačem s padalom, nič tak poseben. Super, Miha, jaz sem se izčrpal, zelo sem užival v tem pogovoru. Mislim, da sva bila zanimiva, smešna, humorna. Super. Torej, Miha, hvala lepa za pogovor. Mi se pa spet gledamo kmalu, v novem letu, z novim gostom, na istem Kavč kanalu. Srečnega in zdravega vam želim. Čauke. Evo, Miha, to je bilo to. To je to. A bi ti z mano nekaj zapel? A si za? Lahko. Super, evo, čakaj, poti dan kar klede. En list, evo ga, izvoli. Okay. A poznaš Telekomat? Ja, nekaj mi je znano. Super. Glede na to, da si moj gost, boš ti prvi začel, velja? Ok, prav. Dragi moji, prišel je konec naše epizode. Dragi moji, veliko se smejte, saj kmalu gledamo se. Hvala.
gledate. Hvala, da nas lajkate. Na poljanah, v naših sobanah imamo poljanski kavč. Na zasloni enkrat na mesec prihajamo k vam na kanal. Hvala, da nas gledate. Hvala, da nas lajkate. Rata, poljanski kav. Tralalalala, prišel bo k vam. Šubi-dubi-dubi-da, naročite se. Kukulelele in uživajte. Dubi-dubi-dubi-da, enkrat mesečno. Šalalalalala, naj vam bo lepo. Hopsasa in tralala, prosim lajkite. Pom, naše podcaste. Prosim, lajkite. Naše podcaste. Hej, tole je dobro. Dober. Bravo.